Ja, in pol pa, najprej jaz vklopim send mode. Tako 2 klika in avto je ready. In ti lahko po tej plaži, veš kaj bi lahko naredil, ampak sem bil kulturen, valjda nisem. Jaz bi lahko po tej plaži naredil tako, da bi drug dan prišli trte saditi. Pusti sem, Ne. Pa nak tam skače okrog. Nisem ta prav, ampak okej. Če se bo kaj slišal vetra, šumenja, tjulnov, rib, valov, je to zato, ker nismo v današnjem podcastu nismo v atmosferskem brlogu, ampak smo na eni taki atmosferski plaži obdani z 4 od, koliko seba? Trenutno od 31 kandidatov, ki jih imamo na voljo, da jih lahko vozimo, drugače pa kandidatov na long listi še več. Za evropski avto leta 2025. A lahko prevzamem? Najprej en lep pozdrav čisto vsem z Danske, vsi tisti, ki podcaste Atmosferci ponovadi poslušate, pa redko gledate. To je zdaj tisti moment, ko se splača vžgati YouTube, ker lokacija tega podcasta je nora. Smo na skrajnem, ampak res skrajnem severu Danske, na eni krasni plaži. Za nami so 4, kot je Saša rekel, od 31 kandidatov. In to je kar dober začetek, ampak moramo povedati, zakaj smo sploh tukaj. Moramo razložiti uvod, pa če lahko še kaj nadaljujem, razen Jure, ti že nekaj žmigaš. A lahko povem, zakaj smo tukaj? Maha folku. Jure maha folku, pa samo jedu tamle. Ni čist posem običajno, da te iz morja tjulim pogleda, kad podcast snemaš, pa da se avtomobili po plaži. Ja, prejle je odplavo, ne enega izmoto. Okay. En Gregorčič. Uvod, v uvodu ne sme manjkati to, po zaslugi koga smo se mi danes oziroma te dni tukaj našli. Naš Sebastian Plevnak Seba je član žirije, eden od v tem trenutku samo 59 ljudi, sploh in gre seveda za prvi in verjamemo, da daleč najbolj pomemben avtomobilski izbor na svetu. European oziroma Car of the Year, ki obstaja že od leta 1965, imam prav? 64, pardon. Takrat so prvega zbrali. Tako, ko imamo slovenski avto leta, tako je tudi pri evropskem avto leta v navadi, da se kandidate za izbor zbere. In enkrat na leto, že dolgo vrsto let, se to zgodi tukaj na Danskem. Torej, pripeljejo avtomobilisti oziroma znamke sem vse tiste kandidate in naloga Kotijev, to je ljubkovalno ime, kako se temu reče. Ja, kar v redu, Kotijev. Tiste člani žirije, Koti namreč Car of the Year, je, da mi smo tukaj, da sebe to mogoče celo malo pomagamo pri odločitvi, ker tudi konec koncev veliko vemo o avtomobilih, pa smo tukaj zato, da vse te avtomobile testiramo, preizkušamo in en del tega je seveda tudi zajemanje foto pa video materijala, ki se v veliki meri ali pa v manjši meri dogaja tudi na plaži. Preden bo kdo zletel ven s komentarji, pa tako vožnja po plaži pod določenimi pogoji, pri hitrostih do 30 km/h, je na Danskem nekaj posem običajnega, kmalu bo v kader padel en črn Peugeot partner. Tako da zato smo tukaj in ne kršimo nobenega zakona. In zato smo tudi plažo zbrali za prizorišče današnjega podcasta. Govorili bomo pa seveda o izkušnji, ki smo jo doživeli, kako to testiranje poteka in tako naprej. Zdaj pa se mi zdi, da res sam jaz govorim. A kdo kaj povedal? Ne, sam si lepo si naredil ta vod, vsaka čast. Ja, še malo pišemo, kako to zgleda. Ja, dajmo, ne. Lahko jaz sam povem, da ful uživam. Jure tam imamo tudi. Povej, Jure. Jaz res ful uživam. Ne moš kar je ta gleda. A gledaš v mikrofon? Ne, slišim, da ne gleda. Gledam v mikrofon in upam, da govorim tudi v mikrofon. Jaz pač nikoli nisem bil radijski človek, ampak povemo pa čisto iskreno, da ful uživam. In tudi zelo nor občutek je, da prideš nekam, ki je na eni strani vse tako zelo drugače, na eni strani vse tako enostavno, kar se tiče ovinkov pa cest, ne? Ker moramo vedeti, da tale sever Danske je precej v Wasserwagu, ne? Pa predvsem sezula me je ta plaža, ne? In ne smem takoj na avte, ampak imam vam pa toliko zapovedati, da sploh ne vem, kje bi začel. Ne, jaz bi zdaj Seba to dal besedo, zaradi tega, ker Seba, kolikrat si ti bil tle, a sploh znaš prešteti, oziroma kdaj si vse skupaj začel, kdaj si bil prvič tle? Ja, v bistvu
se moramo kar dosti vrniti v zgodovino. Ne? Jaz mislim, da sem bil prvič tukaj več kot 20 let nazaj. Zato, ker prvič sem bil še tukaj kot pomočnik, bomo rekli, tako kot ste vi zdaj meni, sem bil jaz pomočnik Tomažu Porekarju. Jaz mislim, da ga vsi v Sloveniji, tisti, ki se vsaj malo na avtomobile spoznajo, oziroma ki jih avtomobile zanimajo, vejo, da je to en pač od starosti avtomobilskega žurnalizma v Sloveniji. In on je bil že pred 30 leti izbran v žirijo za Evropski avto leta, še ko je obstajala Jugoslavija. Ne? Kar pomeni, da on je bil edini žirant iz cele Jugoslavije, ki je sodeloval v izboru, in jaz sem imel pač ta privilegij ali pa čast, da sem ga nasledil. In jaz sem že z njim hodil prej, tako da mislim, da, ne vem, da se približujem številki 20, vmes je bila korona, se pravi, takrat je odpadal, vmes smo imeli še en premor, potem sva midva naredila premor z avtomagazinom, jaz sem ga prej vmes z Autofotomarketom, ampak tudi ti si bil že na parka tukaj. Pa jaz ne znam prešteti, oziroma truden sem, ampak bi pa rekel tako, čez prst bi rekel 7., 8., da sem tle. Ja. Nekaj tazga. No, vem pa, da sem imel zdaj 5-letni premor, oziroma ko sem nehal pri Avtomagazinu, pa do tega trenutka, ko smo atmosferci v taki postavi, kot smo danes tle, je minil 5-letno. V bistvu ena zelo zanimiva stvar tega konca je, da je pravzaprav, če bi sam po sebi iskal ta konc na zemljevidu, jaz vedno rečem, da je to čist na severu Danske, pa še malo naprej. Ne? Pravzaprav tle okrog se ne dogaja kaj dost. Ko sem jaz prvič prišel sem pred 20 leti, je bilo tle res, kad bi prišel nekam, takrat še ni bilo interneta, telefone smo mogli paziti, kaj smo klicali, kako smo klicali, ker ni bilo roaminga, ni bilo nič. Ampak zakaj sploh Danska? Daj razloži to. Verjetno to večino ljudi zanima, zakaj. To pa zato, ker so se glih takrat, se pravi leta 1964, so se skandinavski novinarji odločili tukaj organizirati svoj izbor za avto leta. In neke vrste skandinavski izbor, oziroma pač takrat so to poimenovali pol evropski izbor. In oni so na to mesto prišli, ker se mi je pač zdelo fino, ali pač zdaj ben noče točno povedati, zakaj so sem prišli. Dejstvo pa je, da so takrat prvič prišli sem in je izbor ostal tukaj. In to je zdaj že 45. Na tem koncu. Na tem koncu. Zdaj nekaj v glavi računam, nima veze. Skratka, 45. zapored je že na tem mestu in ta tradicija se ohranja in se bo verjetno ohranjala še leta in leta. To pa predvsem zato, ker če pomislimo, da imamo mi ta trenutek, rekli smo 33 modelov od recimo 40 kandidatov za Evropski avto leta 2025, se pravi 33 jih imamo tukaj, ampak to pomeni, da nimamo samo 33 avtomobilov, ampak imamo tudi različne, kar pomeni, da vse skupaj imamo 78 avtomobilov. Na dvorišču. Na dvorišču in mislim, da bomo lahko dali kakšne fotke. Ja, ampak veš kaj meni hecam, kar razmišljam, ne? Če bi ustrelil tako na pamet, bi iz glave potegnil ven 1000 boljših lokacij, tako bolj primernih za tako stvar, ne? Začenši z hotelskim kompleksom, ki v bistvu mi tle spimo v nekih, rečemo temu, dijaških domovih. Ne? Prostora ni veliko za te avte, niti zdaj, ko te avte zahtevajo veliko elektrike, tudi teh pogojev na nek način ne morejo takoj ponuditi. Ne? Se pravi, pogoji niso idealni, ampak ko se pa enkrat znajdeš le, ko vzpostaviš ta sistem testiranja in vsega, kar so oni v bistvu ta čas postavili, ne? Pa nekako vidiš, da zaradi tega ima tako dolgo tradicijo, ker vse funkcionira. Ne? Ja, sicer je res, da bi lahko najdel recimo nek jug Španije ali pa Grčije ali pa Italije. Slovenija, konc koncev. V Sloveniji to absolutno ne bi šlo skozi, ker že zdaj vem, da bi bilo en kup problemov. Ampak ne, recimo lahko bi najdel nek bolj primeren kraj z boljšo klimo. Recimo, upoštevati moramo, da se to vedno zgodi, to testiranje konec septembra. To pa zato, ker imamo pol še en mesec časa, da zberemo dober mesec ali pa dva, da zberemo finaliste in koncentracija avtomobilskih novosti je največja v jeseni. In zato je pač vedno ta termin, ko se odločimo, da bomo testirali, lahko bi bili kje drugje, lahko bi bilo bolj toplo, lahko bi bilo vse, ampak če pomisliš, da imamo tukaj na voljo, pritožujejo se, res da ravne ceste, da je malo vinkov, čeprav smo jih zdaj skozi leta tudi že najdali,
Imam pa tudi to plažo, na kateri nastaja famozna beach foto že vsa ta leta in jaz mislim, da bi težko po drugi strani najdel nekje en tak konc sveta, kjer bi nam bili toliko naklonjeni, kjer v končni fazi 100 avtomobilov pred našim hotelskim kompleksom zaseda vsa parkirišča, prepovedano je parkiranje ostalim gostom, če jih sploh kaj je, ker smo zdaj vse zasedali. Skratka, na nek način imamo, če dobro pomislimo, tukaj res vse, kar rabimo za tak dogodek. Pa še ena zvezdica z drobnim tiskom, to, da smo mi danes takole na prostem, pa pod soncem, pa v bistvu stok mal vetra, čeprav ga nekaj je in se ga bo slišalo v mikrofonih. To je taka redkost za ta koncept v tem času. To je res, Ker jaz, ne vem, pač jaz, kot sem rekel, jaz sem bil 7., 8. sem tle in ne vem, če sem kdaj po tej plaži hodil v kratkih rokavih, zdaj nisem, ampak še 5 minut nazaj sem bil. Ja. Tako da ja, noro. Definitivno lahko potrdim, da nikoli, ampak res nikoli, odkar smo bili tukaj, ni bilo tako super in predvsem tako toplega vremena. To je bil v bistvu vedno kraj, ko smo prvič oblekali bunde, ko smo prvič oblekali kape, dali rukavice gor, ker tukaj zapiha te zebe hujška na Kraški buri. Ne? Pa če si šel kakšno fotko narediti za laufo ven iz avta, si jih 5 fotk stisnil in si laufo nazaj. To boš ti najbolj vedel, ker nam je bilo vseeno lažje, ker smo bili v avtih, pa smo se vozili gor pa dol. Saša je pa, bom jaz najdel kakšne fotke še iz starih časov, Saša je pa v dežju, v vetru, v sliku se prepogibal, plazil po tleh, tako da jaz te res občudujem, niti bilo lahko. Zato pa tale teden zdaj res uživaš. To je pa zato, ker sta Gregorčič pa Komotar zraven, ona dva sta sonce prinesla pa blagostanje ljudem. Jaz bi bil en dan v lifeu tako samozavestno rad, ker ti isto ne presežeš. Ja, ne vem, mene sta ful opozarjala za to vreme, jaz sem ta light puhal, ko zdaj pa pridem kle, pa Švica, veš, tako da... Ti imaš itak termostat. Ja. Hvala dansko sonce, hvala... K vreme rihta, če si tam zgor, če nas slišiš, se ti zahvaljujemo za ta popoldne. Ja. Smo osnove povedali, mislim, rabimo še kaj dodati glede samega izbora, glede samega testiranja. No, povemo lahko sistem, kako to zgleda. No, se pravi, na voljo imamo letos 78 avtov, če se prav spomnim. Ne? Ja. In te avti so vsi nabrani okrog tega hotela. Ne? In sistem je pa enostavno tak, da na eni tabli visijo ključi. In če vidiš tam ključe, pomeni, da je avto nekje v bližini hotela, tam, ko ponovadi parkirajo, in vzameš ključ, postiš svojo značko z imenom tam, ker si vzel ključ in se greš pelet. Ne? In nobenega prešerja strani PR-jev, nobenih navodil, po kakšnih cestah se moraš pelet. Skratka, avto je tvoj, ustvariš si vtise, neobremenjen si, ustvarjaš vsebino, delaš, kar želiš in prideš nazaj, vrneš ključe, vzameš svoje ime dol. Točno tako. Zelo simpel, zelo je v bistvu namenjeno temu, da si brez nekih prešerjev ustvariš vtis v avto. Ampak to pa ne pomeni, da tukaj ni resnega dela, da je samo neko vozickanje sem pa tja. Vsi delamo tukaj zelo resno, pa tudi danes smo imeli dan smo se predstavili na letališko pisto lokalnega letališča, kjer bodo tudi vsi avtomobili stestirani na losovem testu, se pravi izogib overi. Pred njih bomo postavili pogumno družino prostovoljcev, ki seveda niso iz biološkega materiala. Skratka, to je en tak test, ki da res veliko odgovorov na temo, kaj posamezen avto ponuja, kakšna tehnologija je noter, kako ta tehnologija zanesljivo dela, kakšni so materiali, skratka vse tisto, kar moraš dobiti. Najbolj dragoceno pri vsem tem je, kaj je tukaj v avtomobilu naenkrat. Mi dostikrat poslušamo tisto stereotipno, saj danes so že vsi avtomobili enaki, pa saj danes so že vsi avtomobili enako dobri, pa vsi se isto peljejo. Kaj si enkrat na takem testu, ko se v enem dnevu v recimo 6-7 urah presedeš iz avta v avto, pol vidiš, da obstajajo razlike in to še vedno kar očitne in velike razlike. Zdaj pa mislim, da gremo lahko avtom. Ampak kako se lotimo tega, zaradi tega, ker čisto iskreno tudi mi, ki smo prvič prišli sem, smo itak pod vtisom vsega smo malo zbezlali. Se mi zdi, da tudi tale podcast, sorry vnaprej, ampak lahko da bomo bezlali z nekimi vtisi, da bomo streljali z električarjev na dizle in tako naprej, ampak kje lahko začnemo? Začnemo pri
Najprej začnimo pri deležu pogonu, kar je zelo zanimivo. Ja, lahko mogoče bi jaz tlele še nekaj dodal. Ker smo mi to leta nazaj sem hodili, je bila res raznolikost, pogonska raznolikost. Bomo rekli, bili so bencinski motori, bili so dizelski motori, ampak bili so od tistih. Čas smo smo zbirali najšibkejši motor, najmočnejši motor, največji po prostornini, najmanjši po prostornini. Zdaj pa v bistvu je delo na nek način olajšano ali pa zelo, zelo zglajeno. Večina avtomobilov je na električen pogon. 61%. Ja, potem imamo bencinarje. 16%. In potem imamo še dizelski motor. Ne, vmes so še priključni priključni hibridi, hibridi, 10%, hibridi navadni 8% in dizlov je 5%, oziroma vsega skupaj 3 avti. Ne, dva. En, o katerem sem prepričan, da bomo zelo veliko povedali, ta drugi pa avto, ki se že vozi na naših cestah, to je Škoda Kodiaq. Jaz bi sam še povedal, da v bistvu tukaj izberemo kandidate, ki so uvrščeni na daljši seznam kandidatov za evropski avto leta. To pomeni, da so tukaj niso samo novi avtomobili, ampak tukaj so vsi avtomobili, ki so letos prišli na cesto in kandidirajo v ta izbor. To pomeni, da so tukaj tudi nekateri avtomobili, ki jih mi že imamo v Sloveniji, ki se že prodajajo, ki se tudi naši slovenski kupci vozijo z njim. Je pa ena par avtomobilov tukaj, ki pa so pod res strogim embargom, o katerih pravzaprav zdaj niti ne bi smeli govoriti ali pa jih kazati, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ena par je pa tudi takih avtomobilov, ki mogoče v našo državo nikoli ne bojo pripeljali, ker jih vsaj zaenkrat, če ne mislijo prodajati, pa smo bili kar navdušeni nad njimi. Pa ene par jih je tudi takih, ki se niso pač sploh upali pokazati, ali pa rečemo, da niso zaradi takih in drugačnih razlogov prišli. Tako da se pravi, tle ni vse, kar kandidira za evropski avto. Absolutno ne. Ja. Kdo bo začel? Jaz predlagam, da jaz sem večinoma povedal. Jaz sem bil tukaj že tokrat, da ne bom rekel. Nekaj pa še nisi povedal. Napovej. Nekaj pa še nisi povedal. Nisi povedal kakšno dobro anekdoto iz vseh let, kar hodiš v Tanis House. Nimamo toliko časa. Ja, mogoče bi pa vse nekaj povedal, to sem bil toliko presenečen, pa ena taka čist zgolj neka taka neumnost, ki se meni velikrat pripeti. V vseh teh letih smo zamenjali na tisoče avtomobilov, na tisoče hotelov, spali smo ne vem kje vse in je valjda logičen, da kje pozabiš. Ampak nekaj se mi je pa tle res posebnega zgodilo tukaj v Tanisu, v tem hotelu, kamor hodimo že 20 let. Ki se ne spreminja niti mal. Tudi jedilnica in zraven. In hrana. Okay, hrana se je mal se je spremenila. To je bil teden ribe včasih, tako da zdaj je pa teden ribe pa še malo mesa zraven. No? Ampak včasih je bila to res sam riba. Ampak kaj sem hotel reči? Jaz sem tukaj, ne vem, bom rekel, 10 let nazaj, pozabil en windstopper ali pač neko jakno in ko sem prišel domov, sem ugotovil, da je nimam. Potem pa naslednje leto nismo šli na Dansko oziroma nisem šel in sem šel šele čez 2 leti. No, in ko sem šel pač po redilnici na WC, sem pogledal gor na polico in me je tam čakala moja jakna. Se pravi, po 2 letih sem dobil mojo jakno lepo zloženo in je tam čakala. Tako da zdaj je to tako, ali so Danci tako prijazni, ali pa je to res tako odmaknen kraj, da res sem ne pride. Ne? Ampak hotel sem reči to. Jaz bom zdaj malo manj govoril, zato ker sem bil res velikrat že tukaj. Ne bom rekel, da sem ravnodušen. Jaz sem letos ful vesel, ker imamo res veliko avtomobilov, ker imamo res veliko dela, ampak vesel sem, da smo šli kompletni atmosferci na ta konc sveta, da lahko delim to izkušnjo z njimi, zato ker v končni fazi je že res, da sem jaz v žiriji, pa da bom jaz izbiral ta avto. Ampak vaše mnenje šteje, ker na vse zadnje smo neko uredništvo, ki ima pač člana žirije in se bomo skupaj tudi pogovorili o kakšnih avtomobilih, malo mi boste pomagali svojimi mnenji. In jaz sem res vesel, da smo vsi tukaj, ker v končni fazi je pa to en dogodek, ker ne bom se zdaj, da bi tako nekako hvalisavo to se slišali, ampak je to verjetno en res edinstven dogodek, ker da imaš nekje 80 avtomobilov en teden na voljo in se voziš z njimi po mili volji, je, bom rekel, za vsakega avtomobilskega novinarja kar lep dogodek. No? Zdaj pa
fantje, povejte. Jaz ne vem, začnemo kar z avtomobili, kaj smo vozili, pa kakšne smo imeli občutke. Dajmo povedati, kaj. Moram pač povedati, če začnemo z avti, moram povedati, kako je to izgledalo, ko smo prišli sem. Se pravi, Seba pa Jure sta prišla s teble krasnim multivanom Krpanom, ne? In po 16 urah vožnje iz Slovenije je Jure prišel ves utrujen, bled, nikakav, Krpa je bil, ne? In je videl Land Cruiserco pred hotelom in je takoj zagrabil ključe in je šel na tole plažo in se je tam obračal neke Nemce ven spravil iz Mivke, ker niso se mogli izkopati. Skratka, to ti sam pove, mislim, kjer je bil Juretov prvi avto, ki ga je zagrabil. No? To je bil moment, ne? Jaz, ko sem zagledal to plažo, pa sem zagledal to Land Cruiserco, to je bil tako. To je tako, trenutek, ko se zvezde poravnajo, ko sonce posije in pogrem na plažo in takoj vklopim. Pa še nekdo rabu pomoč, ne? Ja, in najprej jaz vklopim sand mode. Tako 2 klika in avto je ready. In ti lahko po tej plaži, veš kaj bi lahko naredil, ampak sem bil kulturen, valjda nisem. Jaz bi lahko po tej plaži naredil tako, da bi drug dan prišli trte saditi. Da bi sam z grabelcovi zagridjali, veš. In pol se mi pridružil tudi moj brat, atmosferski, njega so tudi malo prsti srbeli po tem terencu nomu, ne. In sem idva lepo odpravil nazaj proti hotelu, ker sem rekel, dobro, po maratonski etapi čez Nemčijo, veliko nagrado Evrope, si pa zaslužim, da si grem zobe umit, pa potuš. No in zagledava z bratom en starejši par v predelani Vestfaliji T3, se pravi starejšemu bratu od tega Krpana in je pač možakar na mehko zapeljal, gas je tiščal in je počepnil, ne. In nisva nič drugega, kar zraven sva zapeljala, pa sem šipo spustil, pa je Saša rekel, imate vrv, dec je pokimal, vse ostalo je pa Land Cruiser naredil. Bilo je pa tako lahkotno, če mislite, da sem ga mogel v reduktor dati, se mote, bilo je tako lahkotno, da bi čik potegnil iz škatlice ven. No, to je pa ta drugi dizel. Škatlice šibic, ne? To je pa ta drugi dizel, ker smo rekli, da sta 2 dizla, se pravi Kodiaq in Land Cruiser. To sta edina 2 dizla. Jaz bi zdaj sam nekaj še povedal, ker mogoče si bo kdo ob tem silnem navdušenju Jureta in ostalih kaj mislil. To ni zadnje finalno testiranje finalistov, kar pomeni, da mi se bomo s temi avti še vozili še ob kakšni drugi priložnosti. Na koncu bomo najprej zbrali 7 finalistov, pa bomo tiste finaliste še testirali izdatno. Ampak tukaj so tudi taki avtomobili, ki ti ostanejo v spominu, pa sploh ni nujno, da pridejo v finale. Tudi ni nujno, da bodo kadarkoli sploh dosegali naziv evropskega avtomobila leta, ampak so pač avtomobili drugačni, ki se ti usedajo v dušo ali pa ki ti pašejo na karakter, tako da to je sam tok, da ne bo kdo mislil, da zdaj izpostavljamo tiste avtomobile, ki smo jih mi že kaj izbrali ali pa ki jih forsiramo. To je zdaj pač zgolj direkt. Plus to najbrž ne bomo čisto vseh avtomobilov se lotili, ampak zdaj smo že zaplavali, zdaj smo prebili let. Jure z Land Cruiserjem, to se pravi Land Cruiser je en izmed avtomobilov, ki ga Jure ni samo enkrat vzel, ne, ampak pa kar drug dan je bil spet z Land Cruiserjem na plaži, pa danes bo verjetno spet najdel cajt, pa vprašanje, kva bo jutri. Ampak zjutraj bo šla za rano, sem da povem. Hočem pa povedati to, da vsem pa imamo mi, bom rekel, ene vrste sistem, s katerim si pomagamo pri vožnji vseh teh avtomobilov. Sprav, mi smo 4, zagrabimo ključe vsak svojega avtomobila, tistega, ki ga želiš peljati, in gremo na cesto in v bistvu skupaj furamo en krog oziroma eno traso, ki jo Saša pa seba že dobro poznata, in potem se, bom rekel, na četrtini poti seveda se ustavimo, menjamo volane in to ponovimo tokrat, da se zvrstimo za volanom vseh avtomobilov in v bistvu naenkrat jemljamo ven po 4 avtomobile in to pol ponavljamo v nedogled oziroma dokaj je dovolj časa in da zberemo vtise, da si boste lažje predstavljali, kako to izgleda. Ne gre vsak neki v svojo smer, da bi Jure kles koruzo prasko po pesku, seba pa Cyberstar tamle po eni cesti. Pa vsakič, ko prijemo ven iz avta, kaj oni prvi vtisi, pa si malo tako izmenjamo. Ja. V bistvu je to nek all you can eat, avtomobilski all you can eat. Stari, imamo naslov podcasta. Avtomobilski all you can eat. In Jure je vsak dan isto je. Skozi Land Cruiser šopa. Pa ni to avtomobilski all you can eat, to je preveč pašalno. To je v bistvu avtomobilska degustacija. Klej se letnik zbira, fantje. Kjera hrana pa je? Jure!
Slišiš, kot te vprašal, kera hrana je Land Cruiser, stari? Kjera hrana? To krača pa zele, ne, a boš nekje Ne, to je sam krača. Land Cruiser je dobra goveja župa, plus orang porcija tenstanga krompirja, plus una mehka, lepa domača govedina, plus endivja z jajčkom na vrh. In tu je hrana, ki se nikoli se ne zastropiš z njo, pa vedno tekne. Sam ne moreš vsak dan jesti. Ja. Sam vedno te pa prepele tja pa nazaj, ta hrana in ta avto. Ti da toliko energije. Čakaj, zdaj pustimo. Koliko je Toyota tebi kaj plačala, stari? Daj mi puresti. Ne, Toyota meni nič plačala, ampak mogoče tu ena čist kratka intermezza. Ti si sam z 2 centi višji gor mikrofon. Ok, 2 centi višji gor mikrofon. Land Cruiser je po horoskopu Gregorčič. Zato so tako en drugega navezani. Ampak hotel sem pa tebe prositi, Ciril, a veš, da ne bomo preveč naokrog šli, samo en še intermezzo, avto ne zgrabimo, prej, ki si lepo razložil, kako se strukturirano peljemo, tudi mi se med sabo pogovorimo, kaj bomo do naslednji 4 avti, ki jih bomo opeljali. Zdaj pa, kolega Komotar, res bi te prosil, da naše... Vse smo se zmenili, kjer avto bomo vzeli, pa vsakič drugič je Land Cruiser vmes. Ja, ni, da ne polk misli to. Okay. Dej, povej. Ne, hotel sem ti reči, kolega Komotar, boš ti na naše 4 goste klevzat predstavil. Aha, pa dajmo z njimi začeti. Ja, mi pa se sprašujemo, kako bomo to zapeljali. Torej, na vaši skrajni levi, na naši skrajni desni... Land Cruiser grevim. Ej, pa Dacia Duster, veš. Ej, to je, samo še to, prej gremo na avto, veš, to je tudi zanimiva priložnost, da mogoče delaš pare, da malo kombiniraš, rekel, avtomobile, delaš usporedne teste. Ja, vzameš 4 Kitajce, vzameš 4 terence, vzameš 4 majhne avte, tako pač. Je pa res, da samo še to, no. A veš, imamo pa vsem kar zalogaje za nas, ker mi smo, ne samo, da bomo o teh avtomobilih govorimo, zdaj v podcastih je treba še fotke, videe delati, tako da smo res napolno obremenjeni od jutra do večera vsak dan. Ja, plus zdaj hitro predstav goste, zato ker imamo še 20 minut, pa moramo iti pa avte zamenjati, ki drugi kolegi čakajo. V glavnem, ja, kulisa se bo še spremenila. Torej, na skrajno levi imamo MG Cyberster, to je v bistvu roadster, dvosed, ki ga žene elektrika. Poleg pa se bomo vsakega posebej lotili. Zraven njega je vsem znana, ravno zaradi tako prepoznavanega dizajna, nova Renault 5. Poleg nje je dolgo pričakovan Audi Q6 e-tron, tudi povsem nov avto in zraven njega še en zelo zanimiv Ford. To je Ford, ki zdaj prihaja v Slovenijo in Ford, za katerega je Ford zbral Slovenijo za prizorišče mednarodne predstavitve. Gre svetovne za mednarodne. Svetovne, pa se upravičujem. Svetovne mednarodne, to je pa Ford Explorer, ki sicer svojo osnovo deli z Volkswagenom ID4, kar pomeni, da malo smo že vedeli, kaj pričakovati, ampak je Ford udaril eno tako orang štampo na svoj avto, kar se dizajna tiče, pa konec koncev sem prepričan, da so potvikali malo tudi podvozje. Tudi tehnike, ja. Pa notranje opreme. Pa notranje opreme, pa managementa. Ja. Baterijskega. Dej pa, fanti, kaj je zdaj MG Cyberster? Kako se vam je zdel, no? Lahko jaz začnem. A pol prije to pod razočaranje? Če boš ti lepo govoril avto, pol ti začni lepo. Mislim, prvo, kar je dejstvo, je, da ta avto, iz katerega koli konca ga pogledaš, res gleda hudo, ne? Lambo Dors. Mi rekli, Jure, da mora v mikrofon govoriti, nismo pa rekli, da se mora dreta, ne? Ja. Oprosti. Dej, povej, Jure, ajde. V glavnem... v mikrofon. Ne ga gledati. Ti gledaj, tja. Na plažo res lepo paše krila rašerka Albatros, ne? Drugač pa, jaz imam, avto je krasen, da ne bo pomote, močen, zmogljiv, not imaš vse te PlayStatione, ki jo sodobna digitalizacija prinaša, lahko spreminjaš velikost obratomerja, skratka, ni da ni. Ampak jaz edini pomislek, ki imam pri tem tipu avtomobila, pa ne glede na to, kdo ga bo naredil, pustimo to, da je MG zdaj v lasti kitajske, da je v bistvu kitajska znamka, pa da so tega roadsterja naredili tudi v počastitev 100. obletnice obstoja znamke MG, ne? Me pa pri tem avtu edino ena stvar zmoti. Glede na to njegovo lepo roadster obliko, je pač, ko greš med ovinke, ne moreš zadušiti te teže. Ampak to je, lejte, to je pač moj... Jaz mislim, da ne gre, Jure, za problem teže. Jaz mislim, da avto je, tako kot si rekel, dobro zgleda, sune, noro gre, sam pač se mi zdi, da podvozje je narejeno za res relaksirano kruzanje in kot kruzer je fajn, zdaj, kar se dizajna tiče gumbkov na volanu, avto je zelo atraktiven, ne sam zunaj, se vidite, kakšne je tudi znotri, mogoče lahko še shot kokpita damo, sam pač je pa malo bolj mehak. No, ja, ampak vse izhaja iz
tega, ker ima težo, ker nosi težo. Se pravi, tudi, če imaš ti tono baterije, ne moreš narediti čvrstega, trdnega avta, ampak mora biti pač zmehčano podvozje, da prenese vso to težo. Ne? In, Praš Lotus, ne? ja, Pridemo pa do tega. Pridemo še. ja, no, ampak ima medosno noro dolgo in lahko Ja. pospravi baterije na drug način noter. Ne? Ta je pa kratek in ima še zmer mora nositi baterije in ima še zmer 500 konjev. In plus 503, ali koliko se ni važno, ampak butne orang je pa tako, da se mečka na cesti, da se zvija, da pač ni roadster. Je super, ta Cypster ime mu je super paše, če mu pa rečeš, da je roadster, ga pa besedo roadster malo užalaš, oziroma MX-5 ko užalaš. Pa tudi vse unete stare MG-jeve roadsterje. Ja. Ja, res je. Je pa res, da je to pravzaprav zdaj, če pomislimo, vse en pogumen korak MG-ov, Ja. da je naredil tak avto, ker ga med električnimi avtomobili za, rečemo tako, za splošno uporabo tazga avtomobila še ni. Ne? In sej po drugi strani pa vedno pravimo, da imamo težave z baterijami, pa z rangeom oziroma z dosegom, tako da jaz dvomim, da se bojo vsi hoteli poditi z njim. Mrz kdo si ga bo kupil tudi zato, da bo mal nastopil z njim in to mu bo pa verjetno kar uspevalo. Ja. Ej, v bistvu mi je fajn, ker malo delimo mnenja, pa tako, pa da ti drugo plat pokažeš. Da se ne bo narobe razumeli, meni je fajn, da je avtomobilska pokrajina bogatejša tudi za en takšen avto. In Ja. če bo to prišlo v Slovenijo, jaz, ki vidim avto, ki dobro zgleda na naši cesti, jaz sem vesel. Ne bom pol takrat, ki ga nekje v Ljubljani ali pa Mariboru ali pa kjerkoli druge videl, rekel, šit, ta avto je pa, ne vem, se pa ne pelje tako, kot bi mogoče jaz hotel. Super, pa tudi za tisti kupce, ki vejo, kaj želijo od svojega avta, pa mogoče to ni iskanje desetink v vinkih, je to krasna rešitev lahko. No. Sam imam pa je še eno pripombo, čisto kratko pri njemu, ne, glede na to, da je jasno, da hoče biti bolj tak cruiser roadster za uživati, ko snameš streho, ne glede na to, da je bila od zadaj vetrna mreža, mislim, da pa vrtinčenje zraka je po kabini vseeno malo preveč. Dobro, sam tle pa ne smemo mešati kabrioletov pa roadsterjev. Sej pa roadsterjih je vetra vedno kar precej, tako da jaz mislim, da ga je v kakšnih, ki se tudi vozijo po naših cestah, še bistveno več. To je pač avto za tak način življenja in tle ti veter ne uide. Dej, gremo naprej. Zraven njega je Petka, Seba, ti si mi danes zjutraj ful dobro na plaži rekel, da je to avto, v katerem si sanjaril, ki si bil mulo. Ne? Ja. Kako je pa danes, ki pa zdaj peleš ta novo? Kakšen imaš občutek? No, tle je pa ena druga zgodba, ali pa rečemo ena drugačna zgodba, kot smo jo zdaj povedali pri temu MG-ju. Jaz mislim, da se vsi strinjamo, da se ta avto, bomo rekli, brutalno dobro ne pelje. Ja, Ker tukaj ni narejen za to. Ne? Ampak ni pa tako, ni pa slab feeling. Ne, absolutno ne. Samo malo anemičen, tako ne pustiti nekih čustev, da rečeš, to se pa noro dobro pelje ali pa noro slabo. Se pač pelje. Ker pač ni športnik. Ja. Ampak jaz mislim, da je to avto, ki je bil, ko smo prišli sem v Tanis, najbolj oblegan avto prve 2-3 dni, dokler ga res niso vsi zvozili. Zato, ker pa jaz mislim, da povzroča toliko enih nostalgičnih čustev, da mu pravzaprav oprostimo čisto vse. In ne vem, danes smo delali skupinsko sliko na plaži in smo se pač tam enim pohvalili, da to je pa naša Petka. Mi smo iz Slovenije, to je naša Petka. Ne? Tako da očitno smo mi res povezani s tem avtomobilom. Jaz se spomnim, kot majhen otrok sem sanjal o Petki GT Turbo ali pa ne vem, pač kakršni koli. In ko sem bil majhen, sem rekel, ko bom pa izpit naredil, bo pa to moj avto. Pa se to, ne vem, ni nikoli zgodil. Zdaj pa je čisto možno, da se bo kdaj zgodil, ker taka Petka načeloma je smisel električnega avtomobila, vsaj zame. Majhen, mesten avto, relativno dobro zgleda, pa relativno dostopna cena. Če se more zgoditi neka reinkarnacija, je tole super tak vzorc, kako naj se zgodi. No? Se mi zdi, ok, pustimo pogon, pač, če morajo iti v elektriko, jaz vem, da bi takoj bi kupil avto, če bi imel 1-2 turbo bencinarja, rečemo, ne? Ja. Ampak super primer reinkarnacije. Ja. No? Zdaj te ideje oziroma te odločitve, elektrika, ne elektrika, mi tle ne bomo rešili, ne? Ampak po drugi strani pa, če pa pomislimo, da je Renault v zadnjih letih dal ven 2 modela, ki sta bila tudi, recimo, ki jih cela Slovenija pozna, se pravi Megane je zdaj električen in Scenic je zdaj električen,
pa se nikakor nista prijela oziroma povzročata več slabe volje kot dobre, ne, je to res totalno nasprotje in jaz mislim, da je to še enkrat se izkazalo to, kar smo mi vedno ponavljali. Majhen, lušten, všečen električen avto je srečka oziroma stopnica za prihajajočo električno dobo. Počakamo na ceno. Pa verjamem, da ga čaka boljša prihodnost kot ID baza, ker smo imeli iste vzgibe smo imeli ob ID bazu, ne? Iste take občutke smo imeli, reinkarnacija, retro, spomini, pa se je pol skazalo, da mogoče to ni najmočnejša karta. Jaz moram nekaj v petki povedati, zato ker sem Dolenc. Vse tvoja sovaščanka. Dragi moji Dolenci, dragi moji Podgorci in vsi ostali so državljani Slovenije. Ta moja mladostna reinkarnacija me spominja na čas, ko so Katrca, Kampuska, Fajfka pa prvi Clio vsakmu Podgorcu odrezali svoj kos kruha. To je prva stvar. Meni gre do kocine gor. Ko sem se usedel v njo, mi je bilo res lepo. Lepo mi je bilo pa zaradi tega, ker tudi, če se spomnite une plastične police v Kampuski vzadej, pa tiste armature, tukaj so dizajnerji res naredili čudovito delo. Nimam kaj reči. In sem še ena stvar, ki me pa edina skrbi, je pa to, kar je prej omenil Saša. Če bo ta petka vsaj, ne vem, 30% toliko dostopna, kot je bila Kampuska ali pa Fajfka, imamo električni preboj tak, ki si ga industrija že dolgo časa želi. To se bo verjetno težko zgodilo, ampak obljubljajo, da bo cenovno dostopna. Moram pa tle nekaj povedati, da so cene avtomobilov, ki jih imamo za nami, pa tudi sicer kandidatov za Evropski avto leta v različnih državah različne. In nekatere so res visoke, spet druge so pa nizke, tako da v tem izboru se moramo pač osredotočati na evropski trg, ne toliko zgolj na trg iz posamezne države in to je mogoče razlog, da se kdaj znajde recimo v finalu tudi kakšen avto, ki ga mogoče v Sloveniji ne bi uvrstili med najboljših 7, ampak ne gledamo zgolj oblike, praktičnosti, voznih lastnosti, ampak marsikdaj odigra tudi cena ali pa dostopnost avtomobila in ta je res različno dostopen na evropskem trgu. No? Mene je ta petka prevzela z detajli, meni je bila top avto. Mislim, se še. Ja, mogoče bi rekel, da me kakšna stvar pri vožnji moti, ampak to so zdaj pa že taki detajli, ker sem jaz mogoče malo prestrog celo. Ampak generalno pa, vse ste povedali, kar ste rekli, prve 2 dni oziroma včeraj pa danes je bilo ta avto najtežje dobiti, pa ne, imamo imamo tukaj 3 Renault 5-ke in to v bistvu že veliko pove. Saša, mene zanima nekaj, to sem te pozabil vprašati, pa te bom zdaj, kako ti sediš v njej? Mal mi je kratek sedalni del, pa mal previsok sedim, ampak ni toliko hudo, da bi mi šlo na živce. Ok, pejmo naprej. Pa sune drugač boljš, kaj sulna legendarna Turbo. Naslednje avto je Audi Q6, vidva sta se z njim že srečala, ne? Seba pa Saša. Jaz sem ga peljal prvič, v resnici se nisem osredotočil na detajle, ampak ko sem ga peljal, mi je bilo jasno, da je Audi naredil spet en korak naprej, kar se tiče podvozja. Pač nisem šel zdaj gledati tehnične podatke, koliko avto tehta, sem prepričan, da je precej težek, ampak občutek imaš pa zelo tak lahkoten. No? Mislim, vse smo ga že 3-krat obdelali v našem podcastu, tako da sam, če obnovimo, se pravi nova Audi plus Porsche električna platforma, 800-voltna struktura, se pravi neka nova platforma, ki bo v prihodnosti prinesla še in še nekih modelov, se pravi začenši zdaj s tem Q6, pa od zunaj je že ta nov A6, oziroma kako se že električni reče? Ja, A6. A6, ker A5 je napaden. Ja. Se pravi A6 pa še Q5. Pa še Macan, ne? Ja, pa še Macan. Ampak naj bi prišlo še nekih 50 novih modelov v prihodnem letu, do prihodnega leta. Pionir je pravzaprav poleg električne platforme, ki si jo deli, je tale Audi Q6 pionir še v notranjosti, ki se zdaj to lahko že povemo, ker so zdaj že odkriti vsi embargi, ki se nadaljuje oziroma jo zdaj Audi uvršča v vse preostale modele, kar pomeni, da bo novi
A4, ki se bo ponovno pač imenoval A5, zato ker bojo, smo rekli, liha števila, pa soda števila namenjena benzinskim ali pa električnim motorjem. Se pravi, vsi avtomobili noter imajo zdaj to notranjost in meni je všeč, res je en velik preskok od tega, kar je Audi do zdaj ponujil. Bili so očitki v preteklosti, da je notranjost malo preveč starokopitna ali pa nemška ali pa kakorkoli. Tako da zdaj je kar precejšen korak naprej. Tudi zdaj smo ugotovili, da tudi desen zaslon lahko uporabljamo ločeno. Tako da meni je avto, moram reči, kar prijeten. Edino, kar me moti, je to, da to je pa spet neka odločitev nekega inženirja. Pač v vseh avtomobilih zdaj je na levih, se pravi na voznikovih vratih, en električni sklop stikal, ki so namenjena odpiranju vrat, stekel, zaklepanju, upravljanju z ogledali. To bo zdaj pač vedno mesto imel tam. To mi je malo tako, mogoče me to malo moti, vse ostalo se mi zdi pa, da je kar super. In moram reči, da pri takem premijskem avtomobilu, sploh če vemo zdaj, tudi tukaj smo probali kar en kup Kitajcev, ta avto ima še zmeri gumb za glasnost. Meni se zdi to blazno fajn. Ok, dajmo se kar naprej premakniti. Še eno stvar moramo pri Audiju povedati. Daj, če je res nujna. Ja, nujna je. Pač to je električen avto, ki zmore čisto vse naloge vsakdanje mobilnosti, vključno z 2 tone težko prikolico. Aha, tukaj sem te čakal. Še vedno je 4-kolesni pogon na voljo. Audi ostaja pionir osvetlitve cest. Tukaj imamo 800-voltno arhitekturo, predvsem pa bolj učinkovite elektromotorje. Nasploh v zadnji sinhroni, prej ta sinhroni, asinhroni deluje tako kot električni turbo, da sune, sinhroni je po zadnji namenjen za dolge etape na avtocesti. Če lahko sam res, zdaj še jaz nekaj dodam, je pri tem avtu dejansko, to smo pa tudi že ugotovili v primerjavi z vsemi prejšnjimi električnimi Audi, je tale avto po porabi električne energije res korak naprej, ne? Super, kar pomeni, da se najbrž veselimo, da pride tudi kaj tazga na test, pa da pol ima zmerno. Absolutno. Ok, naslednji, zadnji v tokratni naši četici je pa Ford Explorer. Prej sem omenil že malo ene vrste podkožno navezanost na Volkswagen, ne vem, zakaj sem to tako izbral besede. Meni se zdi tak zelo user-friendly, udoben family auto, to je 4,5 metra avtomobila. Mislim, da imamo tudi že ceno za slovenski trg, ko mogoče ne bi bilo nujno izpostaviti. Vse skupaj se začne sicer pri dobrih 48, pa damo pa 4,5 dol ekosklada, pa mislim, da Ford ponuja celo, mislim, da je ne 3 ure, če se odločiš za njihovo financiranje. V glavnem na koncu je to osnoven za 58 kW baterijo, mislim, da prije okrog 40,000 evrov. No. Je pa to kar veliko avtomobila. No. Moramo pogledati, zakaj Ford sploh ima ta avto. Ja. Zdaj, zelo pomembna stvar je to, da vemo, da se je Ford pobratil s Volkswagenom pri nekih avtih, ki si jih delijo. Ne? In na ta način je bila edina logična stvar, da izrabijo tudi, kar Volkswagen ponuja. In če Volkswagen reče, imate na voljo MEB platformo, mi imamo kapacitete, a bi vi imeli kakšen model električni, je njihova edina stvar bila, da naredijo marketinško kampanjo, da zastavijo ime avta, kaj bojo spremenili na svoj način in da to speljejo. Ne? In pač rezultat je to, kar gledamo od zadaj. Se pravi, nekoga moti, da je to Explorer, ker nekomu je Explorer kot tak bil ljuba. Ne? Še do zdaj, ne? Praktično. Ja, ampak tega vprašanja smo se dotikali že pri Mustangu, Mach-E, pa mogoče tudi pri Capriu smo to omenili, ali pa še nismo, pa bomo. Ampak to so neke stvari, ki jih Ford pač spele na ta način. Jaz nimam težav, tudi pri Mustangu Mach-E sem rekel, zakaj pustiti neko tako znamko pod brand, kakor je Mustang, da čez par let umre, ker pač dejstvo je, da nikoli ne bo živel z V8 motorjem. In zakaj bi šel v pozabo, če ga lahko pač na nek način sodobnejši pač pokažeš, predstaviš svetu kot tazga. Ne? In Explorer nadaljuje to njihovo začrtano pot in pač meni je všeč ta ideja, meni je tudi avto všeč, ker Ford je dal svoj input noter, moramo reči. Ja, in to kar veliko. Jaz sem ta avto vozil. Ni prekopiran, ajdi. Ne, tudi ko se noter usedeš, pa vrata zapreš, imaš občutek, da si v enem drugačnem avtu. Tudi tale Sync 4, ki je v bistvu
dejstvo je, da pač ta programska oprema deluje bolj stabilno pa hitreje. Jaz sem to opazil že na mednarodni predstavitvi, ki je bila v Sloveniji in smo se takrat tudi pogovarjali z Fordovimi inženirji. Oni so kar konkretno ta avto prenovili, mogoče tudi zato, ker je ID3, bomo rekli, pa ID4, en prvih električnih avtomobilov, ki jih je dal Volkswagen na trg in absolutno so bile tam porodne težave, pa skozi leta se je izkazalo, da se da marsikaj spremeniti in pri Fordu so spremenili. Če nič drugega, spremenili so tudi baterijski menedžment, delovanje motorja in vsega in ta avto v primerjavi z ID4 bistveno manj porab, kar je, se mi zdi, pri električnem avtomobilu en največjih dosežkov. Ne? Kar bi pa lahko še spremenili, pa mi je žal, da niso, so tipke na volanu. Ja, Ker pri ID-ju mi grejo blazno na živce te soft touch tipke na volanu in pač če je Ford imel to možnost, ne vem, če so imeli, ampak če so imeli, pa so jo spustili z rok, mi je pa to žal. Tukaj je pa tako, glih nedolg nazaj smo se pogovarjali na to temo sodelovanja, tudi ko je Volkswagen zdaj predstavil novega transporterja, ki je, vsi vemo, zdaj novi Tranzit. Ja, Ja? ampak pustimo zdaj to. Gre za določene parametre sodelovanja, se pravi, določene stvari je potrebno ohraniti, določene lahko spremeniš in to so dogovori, ki verjetno do navadnih smrtnikov nikoli ne bojo prišli, tako da mi se bomo vedno sprašvali, zakaj ne. Če ste imeli možnost, zakaj niste, ne? Ampak verjamem, da niso. Mi je pa po drugi strani hecam, ker škoda je imela to možnost. Ja, enako so pa spremenili. Ne? Ja, nikoli ne bomo tega vedeli. Ja. Havo prvo smo odprli. Malce pred tudi prtlažnik, tako kot Mustang. Nima, ampak... In gremo naprej. Ne, sam še hotel sem, ste probali zaslon odmakniti pa to. To še nisem srečal v avtu. Jaz sem ga probal. Torej, pokončen zaslon je zares ogromen in lahko prilagajaš njegov naklon, to se pravi, ali štrli iz armaturke ali pa položen se z armaturko poravna. Pa spodaj se skriva predal, tako da to mi je dobra fora, tukaj so se potrudili. Ne. Preden zamenjamo kuliso, a gremo še malo v avtih, ki niso v kadru. Prosim, s čim začnemo? Ker smo se navozili. No. A začnemo, kakšnega Kitajca omenimo za začetek. Enega bomo prepeljali, pa dajmo zaenkrat še ne govoriti o ta rumenem. Ga bomo poskušali prepeljati v kuliso. Jaz bi povedal enega Kitajca. Alo? Dej. Kjer ga? Ne vem, a nijo? Ne, nijo. X-Tank. Ne. Kjer ga pa? Polestar. To se pravi, Polestar je prepel v štirko. Ja. Pa trojko tudi. Ja, štirka je pa una z, bom rekel, un avto brez zadnje šipe. Ja, to je po mojem prvih avtomobilov ali pa v zadnjem času. Da ni tovorno vozilo. Ne? Ja, da ni tovorno vozilo. Pač avto nima zadnje šipe. Športni furgon. To je zato, da ga danci lahko registrirajo, kot tovorno vozilo. Ja. Plačajo davka. Ja. Športni furgon. Ima zato pač noter kamero namesto zratnega ogledala. Moram reči, da dela čisto v redu. Ampak, zakaj je to? To je neke vrste podznamka Volva, oziroma vse skupaj pa podznamka od Geelyja, zato sem rekel, da je to Kitajc. Ne. Je pa to razvidno nadaleč, da gre za skandinavski dizajn, da gre za, saj na prvi vtis, zelo dobre materiale, všečno izbrane, lepo obdelane. Tako da jaz bom zdaj rekel, da sem že v teh letih, ki dajem prednost udobju pred zmogljivostjo in ta avto, čeprav je tudi izjemno močen, ker je le govora o električnem avtomobilu, ponuja tudi neko drugo plat avtomobila, udobno, dobro se počutim noter, vse dobro funkcionira, zasloni so veliki, muzika dobro igra. Tako da to je en tak zame pozitivno presenečenje. Seveda, ni to avto, ki bo verjetno postal evropski avto leta, ampak smo rekli, nekateri avtomobili tukaj te prevzamejo na nek drugačen način in mene recimo je ta prevzel. No? Veš, kaj se meni zdi pri tem avtu, prosti Ciril? Meni se zdi pri tem avtu zelo posrečeno razmerje med zmogljivostjo, udobjem pa uglajenostjo. Jaz mislim, da so se tega avta lotili tako, da so ga postavili in so rekli, kako bi ta avto najmanj bil upadljiv, tečen, kako narediti avto, kjer ga se lahko samo usedeš in pozabiš na vse in uživaš v dnevni sobi.
Ja, mogoče. Mi zdaj vseeno imamo možnost preizkušati avtomobila, preizkušamo jih do skrajnih mej, ali bomo rekli, preizkušamo njihove pospeške, zmogljivosti, kako se pele, kako se držijo v vinku. Ne? Ampak v končni fazi, o tem smo se velikokrat pogovarjali, pri električnem avtomobilu je to sicer fajn je, da ima avto 500, 600 ali pa ne vem, nekateri tudi 1000 konj, ne? Ampak sej to v praksi težko vsak dan uporabljaš, v zastoju ti tudi 1000 konj nič ne pomaga. Ne? In saj jaz, ko gledam na to, da je meni bolj pomemben, če se v avtu dobro počutim. Jaz bi povedal samo to, da tudi zato je meni to, da smo mi tukaj všeč, da se dotaknemo ali pa prijemo do avtomobilov, ki pri nas mogoče niti nikoli ne bodo na prodaj ali pa imajo zelo malo možnosti za to. Da s tem, to sem zapisal v Instagram story, da s tem širimo naš lasten repertoar izkušenj, znanja, spominov, ki nam pol pomaga tudi pri razmišljanju o avtomobilih, ki so pri nas na voljo. Ne? Je fajn, da veš, kaj je druge, pa sam še to, ti si seba povedal, jaz odpravim, jaz ne pomnim, kdaj sem na zadnje pelil tako udoben avto, ki se je tako dober, pa bil tako lepo odziven, pelil čez ovinke, ni zdaj razburljiv, zagotovo ne, meni je umiren dizajn všeč, predvsem pa jaz sem o pol starih že veliko prebral, oziroma o tej znamki, nisem pa še nobenega pelil. Zdaj sem si pa za tega, ker sem si vzel čas, moram sam to priznati, da si nisem mislil, da je vsem taka razlika, pa Volvi so fini avtomobili, ampak se čuti ta nadgradnja vsega, kar ponujajo že Volvi, tako kot ne vem, Lexus pa Toyota. Ja. In to me je v bistvu navdušil, ta taktilnost, detajli, bom rekel, zelo sem navdušen. No. Pa dajmo priznati, da vse, kar so Kitajci prepeljali v Tanis, nas je na nek način sezul nas je, zaradi tega, ker če ne drugega, smo si vsaj stereotipe tako totalno zbrisali o kvaliteti izdelave, o materialih, o tem, koliko se dobro počutiš noter, koliko to, če kje škripa, ne škripa. Pač vse, kar je tle v Tanisu, je noro kvalitetno. Jaz ne vem, ali so to izvenserijski avto ali niso, ampak jaz sem na nek način prvi stik dobil že, ko sem bil v Pekingu na sejmu. To sem hotel reči. To je pač tole, kar je tle. Bili smo že parkrat na Kitajskem na sejmih, ti si bil nedolgo nazaj na Kitajskem in sam veš iz prve roke, koliko različnih avtomobilov se tam vozi po cestah. In dejansko, mislim, brez kakršnega koli dvoma lahko potrdimo, da se kitajski avtomobili urivajo v evropsko kulturo vožnje med avtomobile, ker niti ne rabijo priti tako na potih nekje skozi zadnja vrata, ampak lahko čisto suvereno stopijo na trg. To ni potih, če oni pridejo v krem de la krem avtomobilskega žurnalizma in prepeljajo svoje avto in rečejo, delite z njimi, kar želite, ustvarite si mnenje, to so cojones do podna. Ja. In mi sam debel gledamo za ene stvari. Jaz nikoli nisem slišal, videl Xpeng G6, prišel je v kričeči oranžni barvi in razturil na losovem testu. Moraš imeti kar. Na losovem testu so rekli 5 noter, kabina polno naložena, zašilo ga je mimo losa, tako da sem jaz sam. Ja. Pa imamo pa na drugi strani Niota. Nio se sicer v Evropi že prodaja, mogoče Nio ni neka zelo leva, pa prostite temu izrazu, kitajska znamka, njihovi avtomobili so, bomo rekli, višjega cenovnega razreda, ampak ko se enkrat usedeš v ta avto, je spet ista zgodba, materiali, kako je narejen, kaj ti vse avto ponuja, na kaj vse mislijo, tako da hud minimalizem v kabini. Kaj je bilo meni všeč, stari detajli, pogledaš na vrata, stikala za šipe so drugače hecna, ker je za gor je kontra, kot pri nas. Moraš dol pritisniti, da greš šipa gor in obratno, ampak veš, nič ne piše avto, samo 4 stikala so, vsi vemo, kako jih upravljati in tako, nič ni narisan zraven grafike, to je pa za šipe. Recimo, imamo pogovarjal z Nomi. Z Nomi sem rekel, hej Nomi, how's it going? Pa se kuglica robotek se na armaturkih te pobrne, pa ti pomežikne, pa ti pomaha, pa ti pove, da je v redu. Pa tudi pomaga. Ja, rečeš, ne vem, mrzlo mi je. Veš, kaj mi je bilo najbolj všeč, kar sem testiral? Sem prosil, če lahko izklop zvočni asistent za prekoračitev hitrosti. In? Bam, ugasne. Daj neki. Ja. Jaz nisem sam neki gluposti sprašal. Da ne iščem. Pa še neki Švedi pred mano so pustili zbirnik pač v švedskem jeziku in je bilo tam, so bile neke grabljice in sem rekel, daj da vidim, če mi pomaga. Ne? In sem rekel, a mi lahko ugasneš opozorilnik za hitrost? In je rekla, valjda, ugasneno.
Predvsem je ta moment, ko naenkrat avto kar obraz dobi. Čeprav je sam zelo... Učke so, ne? Učke pa usteca, ne? Ampak kar naenkrat... Čak. V bistvu malo hecan izpade, če te nekdo od zunaj gledaš, ker se ti noter z avtom pogovarjaš. No, pa da ne pozabimo, ta avto ima tudi 600 konjev, pa ogromno baterijo, pa 7 sedežev. Pa meni dobro zgleda, stari. Dobro Noter zgleda. pa totalen minimalizem, stari. Čakaj, sam... Mislim, sej, Meni se dobro ne escalate. Moramo povedati, ne, sej, večina avtomobilov zdajšnjih ima govornega asistenta, ki se lahko pogovarja z njim. Ne. Sam tle je pač res fizičen odzuni in se res zdi, da se s tisto kugalco pogovarjaš, drugac že kakšen drug avto tudi. Kar se pa pri dizajnu tiče, je pa promptno jasno, da so oni, pa tudi se mi zdi, da si ti, Saša, tudi že povedal v podcastu, da njim ni nič nerodno povedati, da koga kopirajo ali pa se zgledujejo po njemu. Jaz, kar sem tukaj v Tanisu na testu pelal od kitajskih zaenkrat, mi je takoj ratalo dve stvari jasne. Ne? Eni gredo v smer notranjosti Tesle, drugi gredo v smer notranjosti skandinavskega Volva oziroma Gilija. No? Vsi, ki gledate pa poslušate tega, sploh ne boste zaznali, da bomo mi ta hip naredili pauzo, tako da čez 2 sekundi se zamenja cena. Samo ne vem, če ste vi trije še tu opazili, ampak jaz danes pesek probam. Jaz mislim, da je bolj sipek, ko je bil včeraj, tako da bo treba Land Cruiser tudi danes probati. Ajde, gremo zamenjati kuliso, pa pridemo nazaj. Sam najprej bom. Smo. Ti, ki gledaš tole, nič nisi rabo narediti. Mi smo medtem skočili do hotela, zamenjali avte, ampak glej. Malo smo se oblekali, malo je Malo smo se oblekali, ja. Jaz sem vsakeč, ko sem sedel na ta stol, gre za 3 cm nižje, zato sem tako kot v mali šoli. Okay. Zamenjala se je kulisa, kar nadaljujemo z avti v zadju, no? Dajmo. Pa povemo že vnaprej. Ja, prost. Pa povemo že vnaprej, da pričakujemo enega gosta, ki se bo mogoče za 10 minut presedel, da bo povedal nekaj stvari, ampak to še pride, tega se veselimo. Če pride. Deja, gremo zdaj za foro, sem hotel reči desne proti levi, ampak imamo Cruza spet. Jure, sem vedel, da bo nekaj naredil, ker ni bilo planirano, da je Land Cruiser v kulisi. Domo je sploh dovolj. Mi smo rekli, da je unga Hyundai, ozem tam avga, zanimivega, ne? Prej smo govorili o tem avtu, zdaj ga bomo še gledali. Ja, najbolj ljudje vidijo. Okay. Čeprav tole ni first edition, ne? Ne, ni first edition. First edition ima okrogle lučke, ne? Ja, on mi izgleda boljš. Ja, to je res. Ampak v njih bo sam neka res omejena bo, ne? Ok. Ampak na tem pesku se najbolj domače počuti. Rumeno, agresivni... Ja, še hotel še kaj. Hotel sem ti povedati, da 4 ključna stikala pri Land Cruiserju. Odklop stabilizatorja, vklop zadnje špere, vklop sredinske špere, pa reduktor. Prav. Pa smo tam! Dobre. Zdaj bom pa jaz za naslednji avto ne bom kaj dosti govoril, zato ker me je ful presenetil posebej, ampak sem prepričan, da je presenetil koga še bolj ka mene, pa bom rekel tako, glede na vozniške izkušnje, ki jih imam jaz, pa nekdo, ki sedi zraven mene, ki se je aktivno ukvarjal s hitro vožnjo, bom jaz kar rekel, Saško, kako je pa tebi všeč ta avto iz leve? Kaj mi je hecen, ko smo prišli sem v Tanis, pa se je pojavil tale Lotus tamle pred hotelom, ne? Pa sem rekel Cirilu, sem zgleda pa dobro, ne? Pa sva rekla, ja, ampak če se bo popelil pol toliko dober kot Taycana, ne? Ja. Pol bo neki. No in pa smo ga pelali na sprehod in tako so se kar malo med sabo pogledali, mi da moramo malo požreti uno besedo, ne? Zaradi tega, ker ta avto se res dobro pele. Pa ne samo, da se dobro pele, v bistvu težko najdem kakšno resno zamero, pa hkrati lahko najdem par stvari, ki ga celo postavim z lahkoto pred Taycana. Ja, Lotus je avto, katerega ime smo rabili 2 dni, da smo si ga zapisali v svoj, te bo zdaj Jure. Pa misliš, da ga Jure ve? Čakaj, Jure to bo všeč, kar bom rekel, da smo si ga zapisali v svoj biološki hard drive. No, Lotus EMEA je... EMEA S. Prosti, Jure. Jaz bom tako rekel, zgleda agresivno, športno, ne bom rekel, da je najlepši avto na svetu, zdi se mi pa, mi je bilo kar težko to tudi napisati, ne? Ko sem šel ven, sva se Sašo gledala, pa sem rekel, stari, ne vem, če bi najdel nekaj pri tem avtomobilu, da bi hotel popraviti, ko prije do vozne dinamike, stari. Ja. Jaz ne vem, koliko tehta, ponavljam, najbrž je zelo težek, ampak feeling čez volan, Lotusi so znani po tem, da ta initial turn-in, ki ti zagrabiš zavoj, da je krasen in da so uspeli ta njihov DNA, ker Lotus ima
hudo preteklost vozniških strojev, ne? In sedanjost. Ne? Ja, kaj so to reči? Ne, hotel sem zadnji to povedati, da kljub samo med vsem hvalisanjem moramo povedati, da gre to za kitajski produkt. Ne? Ja, dobro, ja, seveda. Dober, Lotus je še vedno znamka, ki jo prepisujemo v Veliki Britaniji, ampak hočem reči, da jaz sem bil nad vsem navdušen. Mislim, pustimo zdaj, dobro, avto gre kasneje taskira, to sploh ni vprašanje, ampak ne pomnim avtomobila, kjer sem tako dobro recimo čutil zavore, pa vse skupaj doziral. Kako si, v bistvu ni, bom rekel, brutalno neodoben pa trd, ne? Ampak je tako prijetno čvrst, vse veš, kaj se dogaja, noro. Veš kaj, ti si zdaj že v vinku, ampak folk pa kriči, ker sploh ne ve, v čem se gre. Ja, veš, jaz sem že prej sem skočil preveč naprej. To je električni Hyper GT avto, ne, lahko mu z lahkoto to rečemo, zaradi tega, ker ta verzija od zadaj, ki je za nami, je, kot je Jure rekel, S različica, ne, se pravi 600 konjev, 603 konje, obstaja pa tudi GT verzija, ki ima, mislim, da 900 konjev, noro, gre za 800-voltno električno strukturo, ne vem sicer, kje so oni to pobrali, ker vsi smo se tako malo spraševali, okay, odkdaj Geely ima to, ne, ampak lej, jaz lahko potrdim, ker sem bil na kitajskem na sejmu, pač na razstavnem prostoru od Geelyja so bile nore stvari, od 800-voltne strukture do solid state baterij, pač oni vse imajo. Ne. Zdaj vse je vprašanje, kaj pošlje v Evropo in kaj od tega se znajde tle. Ne. Se pravi, tale Lotus se znajde tle. Avto je, zdaj se lahko zapodimo v vink, pač gre, itak noro gre, težo, ja, ima težo, ampak ker ima dolgo medosno, je zna dobro skrit in je nizko v podnu, se pravi, težišče je nizko, uleže se v vink, dobro ga zareže, na volanu je noro natančen, pa predvsem se mi zdi, mi smo ga pelali po takih dolgih, hitrih ovinkih in tam je doma. Če bi ga pelil po kačjih ridah, bi po moje malo bolj trpel, ampak se mi zdi, da za tako kruzanje, GT kruzanje je idealen avto. Pa jaz bi še izpostavil, glede na to, da govorimo res o super športniku. Ne? Avto je dolg skoraj 5,2 metra in ima tudi na zadnji klopi ful prostora. Ne? Ja, ko sem rekel, da bi lahko izpostavil neke prednosti pred Taycanom, sem predvsem imel to v mislih, ker jaz sem imel zic na Štinman na svojih skoraj 2 metra in za mano bi lahko sedel še en jaz, toliko je prostora. Mislim pa, da ima tudi malo manjši prtljažnik zaradi tega, kot ga ima Taycan, ampak lej. A kdo opazil ta detajlček, kako so recimo stikala za sedež nastavljati iz prave kovine? Ker so hladni, mrzli, detajli pa štimajo. Tudi na volanu stikala so tudi iz kovine. Ne? Tako da, ena stvar, ki bi jo jaz zamenil, pa se težko navadim na to, so te digitalni špegli. Ja. Ne vem, lahko da je ampak stvar to je navade. avto itak sam za naprej vozati, veš, brigate kaj od zadaj. Jaz sem ga mogel parkirati, pa sem imel hud problem. Ne? Ja, Na zunanji zaslon, pri sovozniku sem se hitro navadil, ko voziš. Ja. Za parkirati stari si pa moraš pa rekalibracijo čutov narediti. Nimaš tega občutka globinske ostrine, pač iščeš v unmu flat monitorju, iščeš neke kote, se zvijaš in ni to. Ampak lej, vseeno avto kot tak, lej, zame eno od večjih presenečenj Tanisa. No? Jure? Mislim, jaz do zdaj bom rekel, 2 električnih avtomobilih športnih sem res tako rekel, wow, ne. 3. Eno je bila Nevera, drugi je bil Lotus. Zakaj ni tega tretjega povedal, stari? Ker zdaj Hyundai je rekel. Ja, sej, to sem mislil. Hyundai. Ja. Hyundai in meni je tale avto največje presenečenje Tanisa, res nisem pričakoval, pa tudi, veš, mi zdaj tudi čez prst hitro rečemo, ja, pa so Kitajci zadaj, ja, ampak mi ne smemo pozabiti, da z velik temi kitajskimi znamkami je šlo tudi znanje evropskih inženirjev zraven. Ja. Tako da v Lotusu ne delajo samo Kitajci, pa vsa čast jim do napredka in vsega, kar so sposobni narediti, kakršne materijale so sposobni dostaviti, kakršen pogon so sposobni dostaviti, pa kar me je pa posebej navdušilo pri tem avtu, res kakovost izdelave. Kakovost izdelave, tu v tem Lotusu, vse, kar primaš, se zdi, da je narejeno tako za celo stoletje. No. To. To pa ta ostrina, ki jo ima, pomešana z udobjem. Ne. Pa gre, kot pes mater. Ja, in tle bi jaz dodal, da kljub temu, da gre kot pes mater, ne, se tudi ustavil. Se tudi ustavil, ampak ne, sploh ni feelinga, da gre
tako blazno hiter. Šele polke pogledaš na številke, pa šele polke vidiš, koliko se ti uddaljuješ ali pa približuješ drugemu avtu, si rečeš, wow, res gre. Ne? Tako zelo tako kompaktno zapakirana športnost. Vse to je ta GT cruiser style, ne? A veš, ko se peleš hiter, pa sploh ne veš, da se peleš hiter. Ne? A veš, jaz si predstavljam Jadransko magistralo in pač noro uživanje v tem avtu. Gremo naprej. Značaj po horoskopu je pa ta Lotus burja pod Velebitom. Ampak v kabini pa nežna, ko en tak nežen menstrualček, ki te pohladi lepo. Mislim, da se kot menstrualček. Klele imamo naslednjo avto, Alfa Junior. Zdaj, tako jaz sem imel ne z Juniorjem, ampak z Alfa Romeo, nam rekel neporavnane račune, ampak tako je bilo, ne? Ko so dali pred leti ven Giulio, pa pol Stelvio, smo vsi kričali, kako se ta dva avta dobro peleta, še danes se, pa smo rekli, da ni veliko tako dvignenih avtov, ki bi se tako dobro pelali, recimo kot Stelvio, ne? Pol je prišla Tonale, ki je sicer čisto druga zgodba in tam sem jaz, mogoče se mi je Alfa malo zamerila, ker sem rekel, ne morete, Jure je rekel, da je kama nekenka, ki ne zna lepo hoditi, ne? Ali pa pravilno, ali pa primerno za okolje, v katerem se znajde in to sem jaz imel pri Tonale, to moram priznati, sem to tudi v vlogu povedal, ker o dizajnu nikoli ni bilo vprašanje, ne? In potem se je zgodil Milano / Junior, pa sem se ustrašil, kaj bo, ker vemo, da vozna dinamika pa športne vozne lastnosti je marsikomu ni tako pomembno kot nam, ampak to je del Alfinga DNA in te stvari morajo štimati, kakorkoli ti avto obrneš. In Seba, ti si avto že pohvalil, si rekel, da so v Baloku odprli novinarjem del, bom rekel, poligona, ki ni bil novinarjem nikoli dostopen in to že kaže na samozavest Alfe. In že povej, kaj ti si povedal o vozni dinamiki. Pa ne, vozna dinamika me je absolutno presenetila, glede na to, da je to platforma, ki si jo deli cel Stellantis, se pravi, na enaki platformi so Peugeot 2008 pa Jeep Avenger, ki smo ga sicer tudi zbrali za evropske avto leta, glih zato, ker se je dobro pelil, ampak tle so šli res izboljšati to vozno dinamiko in avto se res dobro pele. Čeprav je električen, pa bo na voljo tudi hibridna verzija, ampak moram reči, da so upoštevali opaske, ki smo jih po večini izrekli na račun Tonale. Tudi Tonale dobro zgleda, je Alfa, samo vozne lastnosti so pa pač zelo poprečne, oziroma bomo rekli tako, niso na nivoju Alfe. Pa jaz bi dal, no glavnem Junior mi je bil všeč, pa dal bi mu nagrado za najlepšo feltno Tanisa. To pa res. Tudi jaz si izpostavil že, ne vem, če smo dali to noter, ampak to od nekdaj so znali par Alfi te feltne delati in imajo detajle, ohranili so ta šmek in hvala Bogu, v bistvu je cela znamka visela že na nitki, ugibajo so, kaj bojo znamko naredili. To je vedno par Alfija, se ti ne zdi, stari. Vsake 15 let je ta naslednja, ki pride, jih mora pa rešiti. To je že za 159, ki je bilo tako. Kaj pa te zici? Nagrado Tanisa, najlepši objem, ki ima noter sobetove sedeže. Sedeži so to dobri, ja. Mislim, najdel bi, v bistvu je res dober pokazatelj tega, je, da vsak najde en detajl, ki mu je res hud in jaz mislim, da kot celota je tale Alfa Junior ena dobra embalaža, ki prinaša kar veliko vsebine. Je pa seveda res, ne, da bomo videli, kaj in kako se bo prodajala, tudi cena bo odvisna in tako naprej. No, ampak jaz sploh izpostavim samo eno malenkost, ki mi ni všeč, pač stopalke nasploh vse so mi premehke, brez tistega pravega občutka, ki ga želim pri Alfi, sploh stopalka za zavoro se mi malo preveč pogrezne. No, mislim, vsaj tak, jaz sem dobil ta občutek, no. In vsi so bili tiho. Možno, ne premišljujem, ampak moram veš kaj, lahko da je tako, dobro vemo, da so to pravzaprav še predserijski avti, pa da je lahko res se razlikujejo, okay. Ampak po vsem tistem, kar sem jaz odpeljal v Baloku, ko smo naredili kar nekaj zelo hitrih kilometrov, se pa avto obnesel, no, moram reči. Ne, se ne rečem, da se ne ustavil. Rečem sam, a veš, usedeš se v tak zic, da te objame, imaš v roki volan, ki je noro natančen in pol pričakuješ tudi, da bojo vsi elementi ostali tako našpičeni, ne, in pol se ti, stopalka se ti pa kar pogrezne not. Sam ta razmerje mi ni bil všeč. Absolutno, ampak tle moramo spet povedati, ne, da smo mi do avtov nadpoprečno kritični, pa zahtevni, da mogoče, ne vem, večina poprečnih voznikov tega sploh ne bo opazila, mogoče nas niti ne bo razumela, zdaj o čem mi govorimo, pa konc koncev, glej,
za prodajni uspeh to niti ni tako zelo pomemben. Če je avto ljudem všeč, pa tudi mi sami smo prej tako izpostavili, če nam je avto všeč, mu marsikaj oprostimo. Naslednji avto je dober primer tega, kar rečemo, da veliko avto je tukaj, ki mogoče so letos prišli ven, pa smo jih že peljali, pa so celo pri nas na prodaj. Sem pa tja se pa zgodi, da smo pa del ene take zelo, zelo izbrane družbe, ki ima možnost voziti oziroma doživeti ene vrste svetovno premiero na cesti. To se pravi, avto za nami je Cupra, pomagi mi. Cupra Terramar. Zdaj bi rad pogledal, da vidim, kaj lahko o njem sploh povemo. Jaz sploh ne vem, če ga lahko pokažemo. Čakaj, kdaj bo konec embarga? Lahko, konec embarga je 30. september, tako da smo že čez. Lahko govorimo o avtu. Ampak hočem reči, da Cupra je ta avto pokazala dobesedno pred parimi dnevi ali pa pred kakšnim tednom. Samo pokazala. Samo pokazala, ker je bila svetovna premiera. Ničega še ni pelil. Mi smo prvi na svetu izven, bom rekel, testne ekipe inženirjev in testnih voznikov. Pa vsi ostali kolegi novinari tukaj. No, seveda, ampak kaj pa misliš, da mislim, da sam nam 4 dar. Jaz imam zdaj tle en greh, priznam, da jaz tega avta, odkar smo tukaj, jaz konkretno še nisem pelil, ga bom pa danes zapeljal po podcastu. Se to ni greh, to ki je, da ne moreš vseh naenkrat. Mi se trudimo. Tako da fajn, moramo še nabrati kakšen vtis. Ja, ampak sej lahko povemo par stvari. No. Mislim, mene za začetek me je navdušil ta plug-in hibridni pogon. Zaradi tega, zaradi tega, ker ima ful dobro odziven bencinski motor, in ker elektromotor zelo nežno, ampak odločno vskoči in pomaga, tako nezaznavno, pa ga butne res takrat, ko je treba. Nisem se kaj dosti samo na elektriko vozil, pa težko povem, kaj je v rangeu in o teh stvareh, ampak ta feeling, ta zveznosti je pa noro dober v tem avtu. Plus to, da so se z Juretom usedla in sva ga celega prešlatala v notranjosti in sva rekla, mater, kakšna razlika med rečemo nekimi ostalimi znamkami v koncernu, pa Cupro, ki se dejansko loti tega, da nadgradi avto v tem smislu. Ja, Jure, to so tvoji. In res, materiali, izdelava, detajli, Cupra pleme tle pride do izraza, se pravi, te neki detaili, ki se mogoče to celo Cupra pleme poenoti s tem, pa nekako furajo ta nek svoj stil, ne? Tako da, vsaka čas Cupri tle, da fura to svojo špuro. No? Jaz moram reči, da odkar je znamka Cupra nastala, so kazali neko energijo. Jaz sem zazehal, prosto, vse je zanimivo, ampak preveč časa so že namer. Daj ti kar govorijo. Ne, hočem reči, da od samega začetka kažejo neko energijo, neko nadpoprečno energijo in to se čuti znotraj znamke, to se čuti v bistvu v modelih, ker moramo povedati, da to načeloma pravzaprav niso njihovi modeli iz nule narejeni, ampak veliko avtomobilov znotraj znamke Cupra ima osnovo v koncernu in zanimivo je, kaj so oni sposobni iz recimo enega povprečnega koncernskega avtomobila narediti. Ja, to pleme, tako kot si rekel, takrat, jaz se spomnim, takrat, ko je Cupra nastala, ko je ratala svoje znamke, smo vsi malo tako gledali, v sodobnem času smo že videli nekih takih posrečenih poskusov, da bi neka podznamka postala samostojna znamka, ampak dejstvo, da so šli oni na en tak emocionalen način pristopu, mi imamo radio avtomobile noter, potegnili so zraven musko, modo, ni, včasih za moj okus celo preveč, ampak ratalo jim je pa pritisniti na prava čustva pri kupcih, tudi zato, ker so ena najhitrejših rastočih znamk v Evropi. Ne ena od, so najhitreje rastoča. Najhitreje rastoča, s Formentorjem so naredili, so to pleme pognali v galop. Kar se pa tega avta za nami tiče... Glej ti v mikrofon, ne v avto. Ja, moram ga pogledati, kako me lepo gleda. Tole je predsednik. Ja. Ne bomo videli, kdo bo prišel. Okay. Nekdo se je pripeljal od izbora, ampak kar se tega avta tiče, jaz mislim, da je spet en zelo korekten družinski avto, ki ne bo nobenega pustil hladenega po dizajnu, ki bo ga navdušil z voznimi lastnostmi, pa tudi s to učinkovitostjo. Jaz mislim, da ta plug-in hibrid, sploh vse te nove generacije plug-in hibridov so kar prava prihodnost. No. To smo že obdelali, ampak priključni hibrid nove dobe omogoča do 100 km vožnje zgolj na elektriko in se mi zdi, da je to
že zadostna razdalja, da dobiš občutek, kako se voziti na elektriko, kako upravljati dnevne poti zgolj na elektriko. In tukaj pač enostavno nimaš tega strahu, kaj pa če mi elektrike zmanjka, ker imaš še vedno bencinski backup za sabo. Tako da se mi zdi, da je to kar ena dobra pot proti tej elektrifikaciji, v katero nas mogoče malo preveč silijo. A ni Teramaruno dirkališče tam? Teramar je dobil ime po znamenitem dirkališču v Španiji, oziroma je prvo dirkališče, med prvimi dirkališči, mislim, da je bila Daytona edina pred. To je poklon temu španskemu dirkališču. Je pa tudi prvi evropski oval, ne? Ja, res je. A gremo naprej na... Ne na Land Cruiser. ne gremo naprej. Naslednji avto je Land Cruiser, ampak a gremo naprej še na kaj, kar smo vozili? Ja, to je bila itak, to je bil plan, ne obdelati te avte, ki so nekako v ozadju, ampak mi smo še vmes ogromno nekih avtov vozili. Jaz bi izpostavil še enega, ki je pod embargom in je, rečemo, totalno... A si hotel Hyundai-ja? Ja. V množici teh pregrešno dragih in superiornih avtov se je najdel tudi en avto, ki je v bistvu, rečemo temu, eden od tistih avtov, ki rečeš, to bi bilo pa pametno mogoče imeti. Ja. V njem res ne smemo veliko povedati, ne? Lahko. Ne, res ne smemo, ker tam pa embargo, 29. oktober, tako da to je še cel mesec, to bomo pa definitivno prej ne smemo povedati, smo ga vozili, ne bomo povedali, kako se vozi, ampak je pa najmanjši Hyundai električni avto. Jure, a ti kaj veš o podatkih, o bateriji ali pa... Ja, vem, a smem povedati? Ja, smeš. A v mikrofon? Ja, v mikrofon. Če mi povem, pa da ta avto je v bistvu tak, da bi vsak električni avto mogel biti dost... Kjer avto? Inster. Hyundai Inster. Hyundai Inster. Mene zanima, če so spomnil ime. Skratka, ne bom podatkov, ker ne bom kršil embarga, ampak samo toliko povem, da glede na to, koliko je velik, je presenetljivo zmogljiv, presenetljivo uporaben, pa presenetljivo prostoren. Stari, druga vrsta, vse to ni Driving Dynamics, pa to s tem ne kršimo, a kršimo? Ne, mislim. V glavnem, avto je res zanimiv, tudi oblikovno se mi zdi, da ima ta šmek, ki ga tudi kakšen večji Hyundai ima. Meni je bil fun simpatičen, ni zdaj maneken, ne, je pa avto, ki ne samo, da bo potegnil pozornost, stari, če bo dobra cena, ne. Ja, bo to letel. Drugi tak avto, ki smo rekli, smiselen nakup, jaz ga še nisem vozil, mogoče ga je kdo od vas, ampak tudi ne vem, če je Citroen C3, ne. Slišali smo pohvale, predvsem imamo že cene tudi za slovenski trg, mislim, da se vse skupaj začne pri 15 000 za osnovno bencinsko verzijo. Električni so tam nekje okrog 22-23 jurjev, še pred subvencijo. Ampak od novinarskih kolegov smo slišali ogromno pohval, nas še čaka krog s Citroenom, ampak zgleda že dobro, ne? Ja. Od avtomobilskih klasik. Ne smemo pozabiti, da sta tukaj dve zelo močne, pa zelo uporabne Škode, ne? Uporabni, ja. Dobri stari, hvala sebi, dobri stari Kodiaq, ki je čist nova generacija, pa čist nova generacija Superba. Vse tisto, kar smo v teh dveh Škodah že povedali, pa tudi, kar smo rekli na začetku tega podcasta, Škoda je ena tistih znamk, ki še vedno zagotavlja to raznoliko mobilnost. Se pravi, Kodiaq ti dobiš z bencinskim motorjem pa štirikolesnim pogonom, dobiš ga z dvema različicama priključnega hibrida, dobiš ga z dizelskim motorjem, pa dobiš ga z zelo zmogljivim dizelskim motorjem pa štirikolesnim pogonom. Če pa rabiš elektriko, imajo pa Enyaq, ne? Seba, daj pogledaj, kdaj velja embargo na Kia EV3. Ja, gledam, to je pa pravzaprav po ta novem, čeprav tukaj piše oktober 15, ampak jaz mislim, da smo vmes imeli prilagoditev in sicer, ker je to splošen embargo, mislim pa, da je za evropsko različico zdaj novi embargo 15. november, nekaj tazga. Tako da res ne smemo kaj dosti o tem povedati. Velo povemo pač, da je to spet... Kia EV3 je 15. november. Ja, da je to spet en avto, ki še lep čas ne bo pripeljal na evropske ceste, pa ga imamo možnost tukaj voziti. Tako da to je sam še en podatek. Vse noben ne razume, kaj govorimo.
Okay. No, jaz Ja. sem sam tako rekel. Dobi umetne inteligence se ne glej izognem. Ne? Ja, to je Ja, res. ja, Ej, ja. O enem avtu pa lahko govorimo, se mi zdi, pa smo ga vsi peljali, pa je noro svetovna premiera, pa prvič spet imamo priložnost mi tle voziti ta avto, je pa ta nov Volvo X90. Res je. Ta avto je bil v bistvu svetu predstavljen 4 dni nazaj. Jaz sem bil na svetovni premieri, kjer so ga odkrili in vse, mi ga pa tle že vozimo. Ja, mislim, to spada v ta razred, k ta Terramara. Ne. Se pravi, takoj po svetovni premieri je prišel avto sem in vsi tle novinari smo ga imeli priložnost voziti. Prvo, ogromen električar, na prvo, kot smo se rekli, ne, a ima ta avto sploh svoj smisel, ne? Seveda ga ima v nekih državah, kjer si ga lahko lažje privoščijo. Ja. Drugače pa mene je navdušila notranjost v tem avtu, moram priznati. Ja, to je absolutno je to brezkompromisni skandinavski dizajn, zelo clean, zelo všečen, dobri elementi, ne vem, materiali, skratka, avto, ki bo verjeten mrskomu všeč, je pa seveda vprašanje, če mu bo všeč cena. Ta trenutek bom jaz vstal in bom svoje mesto predal nekomu. Seba, prosim tebe, če predstaviš gosta, ki se nam bo pridružil za par minut. No. Pridružil se nam bo v bistvu predsednik žirije za evropski avto leta, Søren Rasmussen, ki je najprej bil odgovoren za Tanis test kot tak zadnja leta. On je človek, ki nam to pravzaprav vse skupaj omogoča. On je the man. Ja, on je the man, je pa od lani tudi član oziroma Please, sit down. Thank you. Hi. Je pa od lani tudi naš predsednik, novo izvoljeni, tako da ima kar dvojno funkcijo, ampak glede na to, da kaj je on že prej upravljal pri organizaciji Tanis testa in pri organizaciji našega testiranja nasploh, nam to sploh ni bilo težko združiti te dve funkciji in zdaj ga pozdravljam. Hello, Mr. Søren Rasmussen. Hello. If I can ask you just to speak directly into the microphone because of the winds and so on. Yes, of course. We were just talking about you and your function here at the European Car of the Year, and of course, could you explain a little bit more? What does that mean if you're the president of Car of the Year? What does that entail in every day-to-day practices, especially when we're here in tennis? Okay, yes. Thank you for the invitation for this podcast. Yes, that's right. I'm the president of the Car of the Year jury group, which means that it's me who is in charge of organizing most of the business around Car of the Year. That's is especially when we do comes to the end of the year where we actually have the winner of the Car of the Year 2025 next time, for example. I will organize that and hand over the prize to that car company who is the winner. But during the year, I also have a lot of business organizing, for example, this tennis test. The next question: how hard is organized such an event? I think if it was for the first time, it would be impossible. But since we have done it now for so many years, actually, it's the 46th time this year we have the tennis test. But of course, I have not been involved for so many years. But I have been involved for. First time a tennis test was in 2007 or 8. Yeah. So it's more than, let's say, 15 years ago. And I have dealt with this as an organizer for more than 10 years. And we keep it very simple. We do each year, we say we do it exactly the same year as last year. But, okay, that's not exactly true because every year we get some new ideas and we get good feedback from the jurors. So we try to improve a little bit every year. Is organizing this event harder year by year because everything is changing? The car industry is changing. How people see the media is changing. Is it harder or easier to do such a thing? To adapt. It's absolutely more complicated now. One thing makes it more complicated is that we have so many EVs now.
This year we have 80 cars in round numbers, and out of the 80 cars, 55 are pure electrics. And on top of that, we also have some plug-in hybrids, which also need to be charged. So we have a very big task to make it possible for us to charge all these cars. Luckily, we have a good infrastructure around the hotel, so we have enough electric power, and we have now this year built a charging network with 8 fast speed chargers, DC chargers, and 8 22 kilowatt AC chargers and some 11 kilowatt chargers. And that makes it possible to at least charge the cars. But we also see, you can say, troubles of doing this, that we have so many new car models. These last years, we have new car brands coming in from especially China. And that suddenly we have so many more brands to take care of. And that's makes it more difficult for us, because each brand, they bring, let's say, 5 or 6 or sometimes 10 experts here and we have to accommodate them and make sure that they feel home, and we have to talk to them and make sure it makes it reasonable for them to be here. Since you mentioned the brands, do you feel that it's changing how the brands see, for example, an event like this, Car of the Year, or how do you think they see you or us as journalists? Yeah. Because I think in the past, the brands saw the stands of the journalists or the opinions, they put it higher on their list. But sometimes we see the opinion watering down, which in my opinion is of course wrong. But the way people consume content connected to cars has changed. So how do you see this companionship, brands and journalists? And I have actually seen a very positive reaction from the car brands now, and that's because of 2 things. One thing is we have managed to get a higher number of jury members to come to Tennis Test. That's very important, because basically it's about to be in touch with so many car jury members as possible for the brands. So this year, for example, we are 32 jury members here, which is all-time high. So due to that, we have a more positive reaction from the car brands. But another thing they also ask for is that we actually produce content which can be seen on the social media. yeah, And we can see now that many of the jury members, they have changed their way to work from the printed media to the electronic media, which is, of course, all kind of social medias, but also this podcast, for example. And that's very important for us to adopt to this new way of spreading the news about the cars, not only in printed media, but also in all electronic versions. And that also includes a lot of video works. But due to that, it also makes it more complicated, because now people come and say, can we have 3 cars for 4 hours because we want to do a video of these 3 cars? And of course, that makes it more complicated. But we try to find a solution every time. That's the reason that we have a lot of cars. Maybe each the same model, but different Exactly. different specs and so on. So, but now one question out of the box. We didn't talk about that. I like to ask, which car this year surprised you most? Oh, that's a good question. You can be surprised in many different ways. Okay. It could be, for example, the way a car is designed inside. For example, I was actually impressed about the Neo, because I would not imagine from the beginning I should be impressed about that. But when I went inside to that car and saw the interior, it was really amazing. We already talked about that car, Yeah. and we were
surprised the same way. But I'm also impressed about the you could say the Toyota Land Cruiser, for example. Here's the guy. Here's the guy. Okay. I knew it. But of course, it's not because of the new way they thinking, because they actually think in the old way. But they keep this car running as it. Because if you turn around, we have it at the back. Oh, okay. I actually and I it's didn't see perfect that. car to drive on beach like that and to go camping. Yeah. And to go outdoor. But another car which also is impressive, let's take it with two cars. It's the small EVs coming now, where we see new EVs in a more affordable version. We have the Citroën EC3 and we have the Hyundai Inster. Yeah. Two cars which are very interesting, at least in Denmark, because, of course, as journalists, we can be very impressed about a NIO, but at the end of As the a day, customer. it's too expensive. And we need to mention, or we need to ask you what you think about the car which is really connected with Slovenia, Renault 5. The Renault 5, yeah, I really love that car because it's an retro car, and that means it has a story. It's an electric car, so it's a new technology, but the design gives memories back to the old ones, and that's really nice because then you have actually two stories. It's about the new technology and the new way they have built the car, but it also gives the story about the old Renault 5. Soren, I know you're very busy with all the things that you have going on over here. I think we've gotten all the answers to all the questions that we needed. One more thing, it slipped my mind right now. Oh yeah, exactly what you mentioned. We were talking about what cars actually made an impression. It's the smaller electric cars, and you mentioned the NIO LA8 Elate, and it's the same. We were talking about how different the interior is. Yeah. It's just different. Yeah. You know, it's just something new because every year we drive so many new cars. Exactly. And you kind of get used to all this stuff after 10, 20, maybe even 30 years of driving new cars. Yeah. And then you get in a car, you do not expect anything. You sit inside and you say, wait a minute, what have they done over here? Yeah. And that's what happened with these cars. And the small electric cars, as you said, are I think the way to go. And it's I think that is basically a rule for all the markets. I think, yeah. Sure. That's it. Yeah. Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you. I Thank you. was happy to be here. So I We're will happy that you came go back also. to my work and leave you here on the beach. Perfect. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, thank you, Soren. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Enjoy. Thank you. Thank you. Dinner. Absolutely. Ciao. Ciao. Ciao, bye. Vidiš, zanimivo, kako je v bistvu nekako povzel naše misli in o e-mobilnosti z majhnimi avtomobili in o tem, kjer avto ga je noter. Jaz sem sam preslišal, kjer avto ga je najbolj navdušil. Mio. A ja, Mio. Nio. Kjer je zdaj Mio? Nio je lejt, je rekel, da je noter prišel, da je rekel, what's going on? Čist neki novega friša. Mio, tako kot Jureta Eneja. Mislim, Emeja. Ja, veš kaj, zanimivo je, ne? Vse to smo se še Pa Santa ukvarjali. Fe se prepel, ta Ja. novi, ta je tudi v konkurenci. Ja. Zanimivo je, ne? Jaz njega vedno zbadam glede električnih avtomobilov. Danci so zelo, imajo zelo hiter tempo proti elektrifikaciji voznega parka, predvsem zaradi njihovih davkov, taks na avtomobile z notranjim izgorevanjem in mi da se vedno malo bockava okrog tega. Ampak mi je zanimivo, da izpostavil tudi nekdo iz države, ki je absolutno naklonjena električnim avtomobilom, kjer so tudi malo, bomo rekli, dražji, pa večji avtomobili, precej bolj dostopni, da izpostavil majhen električni avto. Ne? No, ampak navdušil ga je tudi Land Cruiser, ne? Ja, sam ti moram povedati, da ga je navdušil zato, ker je. Jaz sem prepričan, vesel, da se lahko vozi tukaj, na Danskem jih bojo pa nažalost prodali zelo malo.
Lahko da se motam, ampak jaz mislim, da jih ne bojo veliko, ker tisti, ki si ga bo prvošil, bo mogel za njega res veliko plačati. Ja, zaradi tega mi je bilo čudno, ker si rekel, da so večji pa dražji avti, da si lažje prvoščijo, ampak to moramo vedeti, da na Danskem, kaj enkrat prekoračaš tisto... Električne. Električne, to pa je. Na Danskem, kaj enkrat prekoračaš tisto lestvico, kjer je davek še kakor tok nizak, ne? Ja. Oziroma ceno, te pa pol opalijo s 3-kratnim 150%, no, 150% davek. Tako da, če vidiš neko X5 na cesti, moraš vedeti, da ga je nekdo dober odsolil. No, samo je pa en zelo pomemben disclaimer, tukaj treba dati, ne, da Danci točno vejo, kam gredo njihovi davki, ne. Ja. In da to je pa tudi velika razlika. Pa ne bomo šli tukaj v politiko, ampak dejstvo pa je, da tukaj davek ljudem prinese tudi veliko ugodnosti. Ne? Je res, ampak glej, po črto tudi oni ga težko plačajo, tudi njim gre v nos, niso veseli, da plačujejo 150% davke, pač provajo, kam gre ta denar. Veš, nekatere stvari imajo pač mejo in tudi tukaj jo imajo. Zagotovo, vse davke noben rad ne plačuje, sam so pa nujni. Glede na to, da vseh avtov še nismo vozili, se mi zdi, da je brez veze, da zdaj na pamet govorimo o teh, ki še pridejo na vrsto, tako da dajmo si to prešparati za še naslednji podcast, ker se mi zdi, da vse te glavne novosti smo obdelali. Jaz sem hotel... Ja, ne, ti povej, no, prosto. Ne, hotel sem sam še obdelati, da povemo tiste naj trenutke naše, ki smo se zmenili, da bomo. Ne? Stop! Jaz bi pa vstavil tale podcast z enim pomembno stvarjo, ki mi drugač fanti rečemo konti kotiček, konti korner. Kaj je zdaj? Ja. Dober dan. Kje pa imaš? Kolo nisem prinesel sabo. Ni šlo v ročno prtljago. Dejano gumo. Je pa dosti res avto na kontinentalkah, to sem pa opazil. Ja, v Evropi vsak tretji, ki prije s tovarne, ne, to morate vedeti. Pa zelo veliko električnih, ta težkih. Ja, Eko-kontakt, recimo, kjer avto je že imel to, Ziher ima eno od teh tudi konti gor. Ne, hočem reči, da bomo pod podcast dali eno povezavo. www.continental/varnost.com Veš kaj, ponavadi govorimo o gumah, potem kaj gume ponujajo. Ne, slash! Ni bil slash, sem rekel slash. Ja. Continental, pomišljaj, varnost.com. Ponovadi govorimo o gumah, tokrat je pa Continental prosil, če mi razmislimo malo o dveh zanimivih stvareh. Ampak dajmo na hiter, da ne bomo kle 13 let, ne. Kaj vi smatrate kot recimo pomembne elemente varne vožnje, pa vas bom pa še vprašal, kdo je najvarnejši voznik, ki ga poznate. No. Ampak to ljudje lahko tudi vi zapišete v komentar pod podcast. No, ja, to je v bistvu taka tema, ki se mi zdi smiselna za prediskutirati. No. A lahko jaz začnem? Pa dajte vi. No, ne, daj, začni. Pa ne, jaz probam gledati v okvirih mobilnosti danes, pa to, kar vidim na cesti, pa to, kar izkusim, pa to, kar jaz vozim. Pustimo to, da moramo voziti po omejitvah, pa da moramo paziti, kakšna je cesta, pa koliko je oprijema, pa to jaz priznam, da sem tudi jaz kdaj grešim, pa zares probam čim manj. Jaz mislim, da pač zasloni, ali so avtomobilski ali pa telefonski, so eden najbolj takih elementov motečih, ki ogrožajo voznike in vse tiste, ki se po pločniku sprehajajo, recimo potencialno. Ne? To se mi zdi en tak rušilc varnosti, ki ga mogoče 20 ali pa 15 let ali pa 10 let nazaj ni bil tako izrazit, in se mi zdi, da je fino, da če bomo na to popazili, smo že 20-30% naredili. No. Jaz bi rekel, da je to, da ne preneseš tega dnevnega tempa, pa te neke, tega, ne vem, kako bi temu rekel, no? A veš, te neke raztresenosti službe, pa vsega, da to ne preneseš za volan. Da vsakič, ko zelo putneš z vrati, da pustiš to odzuni izven avta in da pač vse te občutke nekako ne spravljaš na cesto. No. Se mi zdi, da to je en tak ful pomemben segment, da pustiš tisto noro osebo, ki je v mailih, ki ga lovijo telefonski klici, messagi in vse, da to pustiš izven avta in da se spravaš za volan in da si res čist druga oseba. Se mi zdi, da narediš ogromno in zase in za vse ostale v prometu. Se strinjam, mislim, da je še v Sloveniji še kar veliko takih voznikov, ki ne pustijo tega človeka odzuni, pa smo mogoče na cestah veliko bolj nestrpni, kot bi lahko bili. Bi pa se vrnil, Ciril, k tebi. Govoril si o velikih zaslonih in o tem smo se že pogovarjali, kako so na nek način zavajajoči, ker so na njih zdaj praktično vse informacije, ki jih od avta dobiš ali pa da z avtom rokuješ.
kar smo opazili, pa ne vem, če ste vi vsi opazili to, je, da zdaj z nekaterimi zasloni, če predolg tipkaš po njemu, ti avto zablokira zaslon in reče, glej na cesto. To pa se mi še ni zgodilo. Res? No, bomo šli pol pogledati. Vse funkcije ne delujejo. Ja, ne delujejo vse funkcije, vedno več je funkcij, ki so omejene, dejansko so na zaslonu med vožnjo dostopne tiste funkcije, ki so nujno potrebne za vožnjo, ampak če preveč dolgo gledaš na ekran, vedno več avtomobilov ima zdaj že kamere, ki spremljajo voznika in zdaj se mi je že 2krat v 2 različnih avtomobilih zgodilo, da mi je prekinil tapkanje po zaslonu. To mora meni BYD Seal danes reči, ker ima BYD Seal je ta avto, ki bo najbrž tudi nam prišel, ne? Ja. Gre za električnega, oziroma tudi priključno hibridnega SUV-ja, ne. Sam toliko na hiter, ogromen Cestnega zaslon ima, Cestnega. pa še party trik ima, cestni terenc, še party trik ima, da lahko zaslon menjaš v horizontalo ali pa vertikalo. Stari, jaz sem danes pol časa, pa plus vse ikone, vse tam gori je tako, bom rekel, živo, pa to, da ti nagonsko ti oči tja vleče in to ni dobro. No. Je pa dober party trik. Ja. No. Daj še ti, Jure, na hitro povej, pa da Ja. pičemo. Lej, meni pri tej konti akciji jaz bom izpostavil samo 2 stvari. Najboljšega voznika na tem svetu ni. So pa zelo dobri vozniki, predvsem tisti, ki imajo vest pa zavedanje. Kdo je pa največji rušilec varnosti? Ljudje, to si pa zapomnite in to nos vsak nas vseb, je pa ego. Lej, za mene je največji frajer tisti, ki se bo tega Lotusa usedel, ki iz katerega konca avto pogledaš, gleda fantastično in se bo v tišini čez naselje pelil tu, kako velevajo predpisi. Sploh v naselju, ko imamo otroke, imamo kolesarje, imamo živahen promet, dajmo paziti eno drugega, pa pustimo ta ego preklet v nas, zato ker si enkrat polomljen, ki si enkrat povit na cevkah na urgenci ali pa ki si enkrat bog ne dej na Britofu, ni več važno, kako lep avto si imel. Zdaj pa še nominiraj najbolj varnega voznika. Najbolj varen voznik, sploh ever, never ali... Koga? Koga poznaš? Ime rabimo. Jaz mislim, da varen voznik si kar ti dober. Koga si pokazal? Tebe. Hvala, Jure. Dobiš kuki. To ste se zmenila. Ne. Seba? Jaz bom rekel Jure. Dajte, no. Jaz bom rekel jaz. Jaz sem hotel reči Jure, ker se mi zdi, da je Jure najbolj umeren voz med nami, pa ne zato, vse sem razmišljal še o drugih ljudeh. Sam hitrost ni vse, veš, on je... Čak, vem, on tudi še druge stvari. Ne, ampak, če pa ne preko Jure, bi pa rekel ti. Zato, ker jaz ne vem, jaz ocenjujem varnost po tem, koliko se jaz sprostim, pa nič ne gledam, kaj prihaja z leve pa desne, ker se vključujem s kom na cesto, pa da nisem za volanom. Tako da jaz pri tebi, Saša, se sprostim, zaspim v sekundi in se nikoli ne zaspim, ampak bi pa žihrno. Marskomu pa ne bi. Mislim, po refleksih je sigurno on najbolj varen voznik, čeprav sem ga jaz včeraj enkrat v Lauferju zmagal, ker smo trenirali reflekse. Vidva bi se mogla med sabo, glede na to, da sta 16 ur delala za volanom. Ja, no, lej, ne pa da ti mene. Tega pa se moramo dotakniti, če ne? Imamo še toliko časa, ne? Ne, ampak samo da zaključimo. Folk tudi vi lahko glasujete za najbolj varenega voznika, nominirajte najbolj varenega voznika na spletni strani www.continental, pomišljaj varnost.com. Seveda bojo tudi nagrade, mislim, da sta 2 kompleta Conti Premium gum, pa še cel kup drugih nagrad, tako da sam tok, da se nam mi samo obmetavali s komplimenti, tudi vi lahko, koga predlagate. Pa vsem vam povem, res je dober občutek, če prometno nesrečo ali pa trk preprečeš, ne pa povzročiš. Tu si zapomniš, kaj enemu na cesti reši življenje, si že skoraj tako kot zdravnik. Kaj si hotel seba? Hotel sem povedati, v bistvu, sicer smo na začetku to že malo menili, kako smo na različne načine smo prišli sem na Dansko letos. Vidva sta preletela, sicer ne z istim letalom, oziroma ne celo na isti dan. Še ta luksus. Ja. Midva z Juretom so se pa prpalala. Par ljudi me je vprašali, kva na Dansko greš, a si nora, veš, koliko je to dal, koliko je to kilometrov, 1750, kva pa to so vozil 2 dni. Pa moram reči, da zlagal bi se, če bi rekel, da je to, ne vem, piece of cake, da pač se usedeš pa se prepelaš. Seveda zahteva neko umirjeno glavo, neko sproščeno telo, načrt, moraš biti pripravljen na tako pot, ampak bom rekel tako, vsaj enkrat na leto z veseljem to naredim, mislim, da
tudi ti si že šel z avtom na Dansko, tako da že iz časov Tomaža Porekarja smo se vozili z avtom, pa mi je bilo takrat malo čudno, pa sem jaz takrat rekel, zakaj ne gremo z avionom, zakaj ne gremo, to je brez veze, to je izguba časa. Ampak ti da neko veselje, voziti se z avtom ure in ure, se vrneš k bistvu našega posla in moram reči, da sva z Juretom letos res dobro potovala. Vse odvisno od avta in družbe. Ja, absolutno. Vse ne, je pa veliko. Pa seveda tudi od prometa, od trenutne situacije. Moram reči, da sva načrtovala postank, ampak potem nam je nemška avtocesta ponudila prazen prostor, dobre pogoje, bila je skoraj polna luna, se pravi, vidljivost je bila dobra, suha cesta, ni bilo prometa in kadar ni prometa na nemških avtocestah, ponavadi tudi ni hitrostnih omejitev, tako da sva z velikim veseljem sprejela to darilo in moram reči, da sva ga kar dobro žgala. Gremo avtom, povej. Ja, pelala sva se pa z Volkswagenom in Multivanom. Krpan edicija, ki naj bi bila to neka osnovna varianta, oziroma bomo rekli tako, polpotniški, poltovorni kombi. In ta kombi se pele kot oseben avto. To sem jaz povedal že pri Kaliforniji, ki smo jo testirali, oziroma ki smo se vozili, tudi ti si bil v njej. Moram reči, da položaj za volanom je en boljših za dolge poti. Tle absolutno odpade nek nizek športen avto, ki po parih urah priješ ven polomljen. Moram reči, da sva midva v avtu preživela 16 ur, skoraj nekaj tasga. Prehitela avionske povezave. Ja, seveda nisva skozi vozila, stala sva pa od vseh 16 ur 15 minut. No. Vsaka čas. Ker sva se menjavala za volanom in takrat, ko je eden vozil in drug seveda lepo veselo kinkal in počival in sva se, tu sva si pa kar dala, da sva se redno zamenjala. Takoj, ko je prišla kakršnakoli utrujenost, je bil žmigovec, pa izvoz, pa zamenja šoferja, ampak še eno stvar bi rad povedal, ker smo pa pri dobrih šoferjih. Ne poznam pa človeka, ki bi bil v boljši vozniški kondiciji, kot naš sebe. Ne? Ker tukaj tudi vam povem, vse une najhujše, meni najhujše ure je odpeljal on in sem jaz veselo spal zraven, mirno, to se pravi. Ne, ni bilo mirno, tudi glasno. No, malo sem tudi posmrčal, saj sem na nek način biološki dizel, ne. Ja. Ampak hočem reči, da meni so najtežje ure in to vam tudi polagam na srce tam od 1 do 4 zjutraj, pa tisti prvi večerni mrak, ki pižamo oblečeš, takrat se tudi težko zberem in to je seba po delu, tako da jaz mislim, da Mislim, sebe skozi vozil. Ni skozi vozil. Čakaj, zdaj boste 16 ur govorili o tem. Ne bo 16 ur. Zaključno misel mi dovolj za tega multivana. Ne? A veš, ko pride pa potovanje na razdalje, ne? Je pa takle avto z klasično motorizacijo, s tem sedežnim položajem, ki ga je omenil seba, pa res zlata vreden. Ja. Lekaj se un voz po morju. Ja. Po morju, ja. To pa ni pametno, Santa Fe. Ja, je Santa Fe. Ne, to je pa Kia EV3. Ja, a vidiš? Ne smemo omenjati tega avta. Jaz bi sam še dodal, tako kot je Jure rekel, absolutno na dolgo pot se je treba ustavljati. Ne morete verjeti, koliko v bistvu pomaga, če se ustaviš, za 20 minut zakinkaš, to dobiš energije, pa za ne vem koliko pol za naprej. Varnost na prvem mestu. Mal je smešen pravzaprav, da smo mi prišli testirati avtomobile, sem smo se pripeljali pa s kombijem. Ampak tako pač je, nek naravni položaj za volanom pač precej pomaga in olajša dolgo pot. Čeprav ta kombi kar dobro avto. Dosti je. Ker ne bomo nehali. A imamo še kaj nujnega zapovedati? Volkswagen Katar, že prejšnji podcast je sam dost. Ne, a imamo še kaj zapovedati, da bomo zaključili? Ne, dajmo zaključiti. Dajmo zaključiti. Vsem imamo še nekaj časa, da se gremo še malo voziti, avto je še kar veliko. Če kdo videl, da sem jaz na začetku pustimo na budala. Če kdo videl, sem jaz na začetku podcasta, če gumi prelepo pod mizo, to drži, ampak sem začel snemati in sem se zavedel in ga bom tudi odstranil in ga bom vrgel v koš.
Sam to, da To si veste. zdaj na skrivaj naredil, vse mi nismo opazili. Ja, ne, tega. ker bo kdo rekel, a si videl konotarja, ki je doči gumi iz ust pod mizo. Na Ja, 8:33. zdaj ga že dal nazaj v usta. Ne. Ja. Čakaj, da vidim, kaj je čista miza. Ne. Folk, hvala, ker ste. Jaz sem ful vesel, da smo ta podcast posneli. Ja. A si nisi ti zapisal še nekaj, da bomo najfeltno, ne, to smo že rekli. Ja, dej, čakaj. Ja, dej. sej. Ej, Veš, kako Ampak hitro dajmo biti Na kratki. hiter, sam avto, Ja. pa gremo naprej. Po vrsti gremo. Najdizajn. A mene sprašuješ? Ja, nego. Ne med temi, nasplošno med vsemi. Na splošno med vsemi Je oblikovalski presežek mikrofon. zate. Lotus. Seba. Lotus. Lotus. Petka. Gremo naprej. Stari. Gremo, najfura. V katerem avtu ste najbolj uživali? Land Cruiser. Polestar 4. Jaz še bom v Land Cruiserju. Lotus. Najpresenečenje. Lotus. Pa po vrst gremo v tem. Jure, Lotus. Seba. Lotus. Civil. Čakaj, kaj pa Polestar? Polestar. Jaz sem hotel reči Polestar. Ne, A je presenečenje? Za Polestar si Presenečenje. vedel. Ja. Ja, Lotus, presenečenje. Najrazočaranje, ali pa mogoče je to premočna beseda. Ne, kurc, ne, pardon. Ne bo. Dej, lučko tripa, ki mi bo baterija zmanjkala. Najrazočaranje. Aha. Bom jaz, MG Cyberster. Ja. pa težko bi se odločil, kjer avto me je najbolj Si ga razočaral. videl? Tako da Politik? tle bom jaz veto udaril. Jure, Nisem bil do zdaj blazno razočaran. mislim, jaz tudi ne, ampak recimo od BYD Sila sem pričakoval malo Ja, več tega. povezanosti. Tudi se mi zdi, da navor, ki je bilo treba ga na kakšno drugo gumo spraviti, ki je bilo malo preveč ga v enem trenutku na podlagi, se mi zdi, da je malo štorast, ampak verjamem, da bo Točno to, edini, ki so gume cvilile, pa ne bi rabile cvilt. Ja. Ampak pod mojo izbiro pripnem tisto zvezdico na vse, kar smo povedali prej o MG-ju. Ja, seveda, to je treba poudariti. Folk, hvala za vse. Hvala za to, da spremljate ta podcast. Tisti, ki ste preleteli na YouTube, pa tega niste vajeni. Upam, da vas nismo razočarali. Mi imamo še 1 uro sonca, gremo še kakšno fotko narediti, še kakšno drugo grupo avtov vzeti in to je to. Jaz sem ful vesel, da smo ta podcast posneli, da smo pojasnili, kaj sploh tukaj počnemo, kako to zgleda, da boste vedeli za drugič, če še kdaj pridemo, da nam rabimo spet od začetka. Pa še eno stvar, na Instagramu ste me ful spraševali. Ista. Ste me ful spraševali, kje bodo vidni rezultati testa. Rezultati testa, losovega testa. A, Losoga. Seba bo pripel link, oziroma bo zrihtal link, da boste lahko te rezultate videli. Pa Brže, brate, brže. še ena hitra prošnja. Danes smo objavili na story, pokažite. Nismo danes, Stari, smo ga to je že že 2 Jure tedna pusti. nazaj. Ja, Ja. v glavnem. Stisnite follow tudi na Evropski avtolet. Ja, The Car of the Year se mi zdi, da je Instagram profil. To je to. Ajde. Dobro smo Hvala. skozi. Hvala. Hvala. Adijo. Se vidimo, ko pridemo domov.